za to, da bomo si lažje predstavljali ali pa mogoče pogledali malo pod drobnogled ta naš mehanizem Evropske državljanske pobude, bomo najprej prosili docenta dr. Saša Zagorca, da nam predstavi, bomo rekli tako nekako, konceptualni okvir, se pravi, odkot sploh takšna ideja, kaj to sploh pomeni v nekem širšem razumevanju demokracije, demokratične participacije, udejstvovanje posameznega državljana v seveda nekem širšem kontekstu Evropske unije. Docent dr. Saša Zagorc je docent za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predava ustavno pravo ter volilno in parlamentarno pravo. 2 mandate je bil tudi član Državne volilne komisije Republike Slovenije, tako da gre za nekoga, ki ima tako akademsko ozadje z tega področja, kot tudi neke praktične izkušnje, zato jaz ne bom več časa porabila za te uvode, ampak bi v bistvu besedo kar vam predala in vas prosim kar za en tak dober uvid v tole našo temo. Ja, hvala. Lepo zdrav vsem. Mi slišite? V redu, ne? Ja, tule bom še nastavil, da bo... Aha, kole. V redu. Lepo zdrav še enkrat vsem. Hvala za lepo predstavitev. Tako da povem, da še samo dodam o nekaj akademski izmerjenosti. Jaz sem bil že v tem času, sem že na zavodu Movit, ker sem napačno sklepal, da bo predstavitev tam, pa sem moral spet nazaj skozi ljubljansko gužvo, ampak vidite, da sem uspel priti pravočasno. Štejem pa tudi za pravočasno to naše srečanje tukaj, kajti dogodek, mislim, da bolj pravšnji kot je, ne bi mogel biti, namreč, kot bomo tudi Simon še bolj natančno pokazal, je prišlo do tega, da je prišla prva faza teh pobud, se počasi izteka. Več o tem Simon, ampak samo da dam nekako, da osredotočim, o čem bo danes tudi govora. Torej, govorili bomo o evropski državljanski pobudi. Gre za nov institut, ki se pojavil v evropskem pravnem redu, ampak, kot rečeno, od mene dobite teoretično osnovo. No, pa se dajmo vprašati sploh, kaj je to demokracija. Mislim, da boljše in krajše definicije, kot je dal Abraham Lincoln, torej najbolj znani ameriški predsednik v njegovem znanem Gettysburg speech, je rekel, ne, da je to vladavina ljudi, za ljudi, ne, s strani ljudi. Ne, in da seveda naj ne bi izginila kadarkoli iz sveta. Kar je seveda razlika od tedanjega časa in sedanjega časa je to, da je se vmes zaradi kompleksnosti družbene ureditve, ekonomije, vseh drugih dejavnikov, tudi migracij, je seveda prišlo do tega, da nimamo več tistega ideala, kateremu se zatekal Rousseau, torej neposredna demokracija. Prevladuje seveda predstavniška demokracija, po domače parlamentarna demokracija. In zdaj, kaj to za sabo prinese? Malo se za hec, dajem tukaj modernizirano inačico tega govora, je seveda, da imamo sedaj v moderni, kompleksni družbi seveda vladavino korporacij, s strani korporacij in za korporacije. Ampak to je seveda malce tak, da ne bomo preveč turobni danes. No, če pogledamo pravno, Evropska unija, katere članice je seveda od leta 2004 tudi Slovenija, naj bi temeljila med drugim tudi na vrednoti demokracije. To je izrecno navedeno v pogodbi Evropske unije. Ampak če pogledamo, veste, vsaka država se bo razglasila za demokratično, pogledamo malce v ogrodje tega. Na kakšen način so pa bile ustanovljene Evropske skupnosti, torej predhodnike Evropske unije? So videli, da so bile ustanovljene na popolnoma nedemokratičen način. Razen končne ratifikacije strani držav članic so bile osnovne pogodbe v osnovi projekt elit. Pogledamo tudi sedaj, v sedanjem času, kdo pa sprejema ključne politične programske odločitve v Evropski uniji? Je to res Evropski parlament? Ali smo kakorkoli državljani vključeni v to? In če pogledate, tudi sami opazite, da nimate ravno velike besede in tudi, če bi jo hoteli imeti, jo imate v zelo omejenem obsegu.
Tipičen lakmusov test je seveda, imamo tako imenovane vse evropske referendume, kot bi pričakovali za neko državno skupnost. Gotovo moramo posebati, da Evropska unija ni tipična državna skupnost, kot recimo Slovenija, kot je Nemčija, je neke vrste skupnost, ki se temu približuje, ima pa še vedno svoje posebnosti, gotovo pa nima vse evropskega referenduma. Lahko rečemo, da se tudi ZDA nimajo. Ne? Na nek način vidite, da zelo velike skupnosti, teritorialno in po prebivalstvu, vse evropskih referendumov nimajo. Ne? Toliko, da si malce orišemo, kako je trenutno stanje v Evropi. To je tema, na katero se sicer malce manj spoznam, ker sem pravnik, s vprašanjem legitimnosti, legitimacije se manj ukvarjam, vendar pa je v politologiji in sociologiji pomembno, da nimamo samo formalnih postopkov demokracije, torej da izvolimo svoje predstavnike, da imamo svoj referendum, ampak se tudi vprašamo, ali so odločitve, ki so sprejete, tudi demokratične po svoji vsebini. Torej, ločimo, kot bi rekli, vstopno legitimnost, torej kako sploh prihaja do odločitev in seveda izhodno, torej kaj iz tega demokratičnega procesa dejansko nastane. Zdaj pa povežemo to z Evropsko unijo, pa se tudi vprašamo, ne? Torej, na Evropski parlament lahko vplivamo, na druge stvari pa mnogo manj. Zdaj je tudi vprašanje, ali se vsemi odločitvami, ki so bile sprejete, res lahko poistovetimo. Torej, vprašanje legitimnosti sprejetih odločitev je vprašanje, ampak verjetno to presega trenutno našo debato. Poglejmo formalno. Ne? V Evropski uniji dejansko Evropski parlament kot institucija deluje od samega začetka. Od leta 1952, ko je bila to Evropska skupnost za premog in jeklo, takrat je sicer imenovala parlamentarna skupščina, ampak takrat je imel zelo svetovalno vlogo, ni bil noben odločevalec, tudi ni bil neposredno voljen, dejansko so v njem bili predstavniki nacionalnih parlamentov. Zgodba se začne spreminjati 1979. leta s prvimi neposrednimi volitvami, hkrati pa pride tudi do širitve pristojnosti parlamenta. Po tej plati je gotovo povečanje legitimnosti sprejetih odločitev v Evropski uniji dobrodošlo, pride do širitve tega demokratičnega vpliva, seveda ne neposrednega strani državljanov, ampak posrednega, preko Evropskega parlamenta. Kar se tiče neposredne demokracije, sem že omenil, te ni in verjetno, bodimo iskreni, nikoli tudi ne bo. Saj ne na način, kot ga poznamo recimo v Republiki Sloveniji in tudi nekaterih drugih državah, da bi volivci na referendumu zavezovali parlament k nekaterim odločitvam oziroma bi potrjevali sprejete zakone ali pa druge odločitve parlamenta. Torej, na koncu se zdaj potem vprašamo, ali so v Evropski uniji demokratične možnosti v polni meri zagotovile legitimnost sprejetih odločitev. Tudi zadeva je seveda večplastna, bomo kasneje videli, da eni pravijo, da ja, drugi da ne. Ob tem imamo že pri te odgovore na te vprašanje, seveda se trčimo v neke čeri, kako sploh definirati evropski narod, ali ga lahko samo pod predstavnike držav članic, ali štejemo kot nek demos vse evropski. Tu vidite, da neke skupne identitete vseh državljanov Evropske unije ne bomo našli. Še vedno se ohranja zelo močna vloga identitete predstavnikov držav članic. Torej, nacionalna identiteta igra zelo močno vlogo, tako da je tu neka realna ovira, da bi spostavili neke vrste vseevropski referendum in tudi pri volitvah, če vam povem, se kaže tale posebnost. Evropska unija ne temelji na načelu ena oseba, en glas, ampak je to prirejeno glede na države članice. Ampak da vas tem ne utrujam, gremo hitro naprej. Kar se tiče posredne demokracije, veste, da imamo v Evropski uniji v osnovi dva domova parlamenta. Tega, ki ga vsi poznamo, Evropski parlament, v resnici pa tudi Svet Evropske unije. Council of the European Union deluje kot drugi dom zakonodajne veje oblasti v Evropski uniji. V njem pa v tem svetu sedijo predstavniki nacionalnih vlad.
odvisno od področja. Recimo, če gre za področje kmetijstva, bo notranji minister za kmetijstvo, ki bo sodeloval pri sprejemanju odločitev. Kar je ključno je seveda z vidika demokratičnosti, da je Evropski parlament postal skoraj da popolnoma izenačen s svetom Evropske unije, kar se tiče pristojnosti. Temu rečemo v teoriji, da sta enakopravna domova. Bolj kot ne v celoti, so še določene izjeme, ko ima svet malce večjo vlogo. V osnovi pa to pomeni, da se daje večja teža predstavnikom držav članic, kot pa predstavnikom seveda vseh državljanov. Evropski parlament je predstavnik vseh državljanov. Kar se tiče vloge sodišča Evropske unije, je, da je le redko nastopa kot nek razreševalec sporov. To so ti postopki Evropski parlament proti svetu, ki pa se nanašajo predvsem na to, kateri postopek bi moral biti določen za zakonodajno sprejemanje odločitev. Evropski parlament, kot vidite, izhaja iz tega, da je delovanje Unije temelji na predstavniški demokraciji, torej na parlamentarni demokraciji, in da so državljani seveda na ravni Unije neposredno zastopani v Evropskem parlamentu. Prej sem že omenil vprašanje legitimnosti sprejemanja odločitev. Zelo pogosto se sprašujemo o tako imenovanem demokratičnem deficitu, kar je z drugimi besedami, samo obrnemo besede, pomanjkanje demokracije. Tako te formalne, bodisi tudi vsebinske. Vam kar povem, da je nekako že vgrajen v same ustanovne pogodbe, kajti drugače ne bi tudi sploh dobili soglasja za obstoj Evropske unije. Gre za to, da se popolne demokracije ni bila niti zaželena, niti ni bila v štartu sploh poskušana. Kot je rekel eden tvorcev Evropske unije, Jean Monnet, znani francoski politik in bančnik, neke vrste oče Evropske unije, mi ne povezujemo držav, mi združujemo ljudi, ampak tukaj, kar je lepa gesta, torej cilj je seveda dajati čim več koristi državljanov, ampak ključno tukaj, kot vidite, imam počrtano francosko besedo nous, torej mi to delamo. Kdo pa smo ti mi? In jasno je, da gre za vprašanje določenih političnih elit, zlasti na področju držav Beneluxa, Francije in Nemčije, v tedanjem času in tudi sedaj, torej političnih držav, ki so najmočnejše. Ta demokratični deficit mimogrede ne obstaja samo na ravni Evropske unije, obstaja tudi v Sloveniji, obstaja tudi v drugih državah. Torej gre za vprašanje, v kolikšni meri lahko državljani odločilno vplivamo na sprejemanje odločitev in tudi, ali so te odločitve res v korist državljanov. To opazite vsak dan, da nekako prihajajo do odmikov od tega, recimo, grškega ideala demokracije. To, kar sem ves čas govoril, je tudi teoretično znano, da, kot pravi Joseph Weiler, največji strokovnjak za evropske integracije, vsaj iz pravnega vidika, mimogrede je Američan, ne Evropejec. Joseph Weiler govori o formalnem in družbenem značaju demokracije, torej lahko gledate z formalnega vidika ali pa tudi tega družbenega vidika. No, zdaj pa počasi prehajamo na tole, kar je bolj osrednja tema. Mislim, da sem nek oris teoretični dal. Sprašujemo se o pogledu državljanov na Evropsko unijo. In če ga razdelimo kronološko, pred maastrichtskim obdobjem je bil pogled državljanov tako formalno popolnoma odstranjen, nepomemben. Oziroma se je štelo, da je ideja političnih elit izenačena tudi z idejo samih državljanov. To je šlo za samo ekonomsko integracijo do leta 1992, torej kako vzpostaviti skupni trg, da ne bo carin, da bo se lahko popolnoma svobodno delali v Nemčiji, če ste državljan Francije in tako naprej. Torej, do leta 1992 sploh ne pride do nobenih težav. Maastrichtska pogodba, torej leta 1992, pripelje seveda to, kar sedaj razumem kot Evropska unija. Pride do širitve pristojnosti Evropske unije tudi na politično občutljiva področja. Recimo zunanja politika, varnostna politika, notranje zadeve, pravosodje. Tam, kjer so si države že stoletja, mora biti nekatere pa seveda tudi skoraj tisočletje, popolnoma pridržale suvereno pravico, da bodo same odločile o tej zadevi. Sedaj pride torej do neke novosti,
in seveda do strahu, da ne bi prišlo do prenosa preveč pristojnosti na Evropsko unijo. Prvi odziv tega je že Amsterdamska pogodba, ki pravi, nacionalni parlamenti morajo imeti večjo vlogo. To pride do tako enega protokola o vlogi nacionalnih parlamentov in še nekaj drugih stvari, da vas ne obremenjujem. Laekenska deklaracija, to je pa sicer neformalni pravni akt, torej ne zavezuje, ampak ima politično moč in v osnovi praviloma pomeni začetek političnega procesa, ki pripelje potem do pravnih rešitev. V Laekenski deklaraciji je bilo izrecno pisano, da državljani prav tako čutijo, da Unija deluje preveč zbirokratizirano na mnogih področjih. Post-laekensko obdobje je seveda to obdobje, ki pripelje do Lizbonske pogodbe in uvedbe evropske državljanske pobude. Ta je bila že poskušana predtem z pogodbo o delovanju, pogodbo o ustavi za Evropo, ki pa, veste, ni bila potrjena na referendumih na Nizozemskem in Franciji leta 2006. Rezultat vsega je pa torej zdaj Lizbonska pogodba, tako ena reformna pogodba, ki pa opredeljuje participativno demokracijo državljanov. To je pa to, o čemer govorimo danes. Torej, vsak državljan ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Odločitve se sprejemajo kar najbolj odprto in kar najtesnejši povezavi z državljani. Torej, gre za poskus, če uporabim besede Abrahama Lincolna, seveda, da je namen demokracije, da državljani sodelujo by the people, torej, da se uveljavijo tisti kriteriji by the people, seveda, in tudi za ljudi, torej v kar najtesnejši povezavi z državljani. Poudarja se tudi vloga političnih strank, ki naj nekako omogočijo, olajšajo izražanje volje državljanov Evropske unije. Tukaj pa seveda se zdaj sprašujemo, kako pa lahko državljani sami, mimo političnih strank, torej dejansko v okviru delovanja civilne družbe prispevajo k sprejemanju odločitev Evropske unije. To je uredila uredba številka 211/2011, torej pred 2 letoma, sta tako Evropski parlament kot svet sprejela to uredbo. Uredba je o državljanski pobudi, uredba je v osnovi pravni akt, ki ima značaj, kot ga v Sloveniji poznamo, zakona. Učinkuje neposredno za vse na območju Evropske unije. In če pogledate preambul, to je ta uvodni, pojasnjevalni tekst k sami uredbi, je bilo izrecno navedeno, kaj se s tem želi doseči, torej vzpostaviti možnost, da se državljani neposredno obrnejo na komisijo s pozivom naj predloži zakonodajni predlog za pravni akt Unije za namen izvajanja pogodb. Malce pravniške latovščine. Po domače povedano je, državljani se lahko obrnejo na komisijo, da bi ta pripravila zakonodajni predlog. Ideja je tudi seveda, da naj bi bili postopki čim bolj jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni. Končni cilj je pa seveda še enkrat, da spodbujamo sodelovanje državljanov in da naredimo Unijo dostopnejšo od državljanov. Ja, ampak dajmo se še pri tej preambuli ustaviti, to je bistvo, pripraviti zakonodajni predlog. Kako je v Republiki Sloveniji, če se državljani zberejo in rečejo, mi bi pa nekaj na področju slovenske zakonodaje uredili. Če pogledate slovensko ustavo, boste videli, da zadošča 5000 glasov slovenskih volivcev, ki lahko predlagajo spremembo zakonodaje. No, da pa primerjamo s tem. Tukaj smo pa rekli, da se lahko obrnejo na komisijo s pozivom, da se naj pripravi zakonodajni predlog. Vidite, da v Sloveniji imajo naši volivci, torej mi, slovenski državljani, močnejšo vlogo. Pri nas pomeni to vložitev popolnega predloga zakona, začetek zakonodajnega postopka. Pri evropski državljanski pobudi, kot že beseda pove, gre samo za pobudo, tudi ni obrnjena na Evropski parlament ali pa na svet, ampak na Evropsko komisijo. Kar pomeni, da boste morali najprej še prepričati kot državljani Evropsko komisijo, da je vaš predlog v okviru državljanske pobude relevanten. Bomo videli, kako bo to več povedal Simon kasneje, kako so njegova pričakovanja, koliko bo v tej meri dejansko prišlo do nekih
realnih učinkov preko teh postopkov. Ja. No, državljanska pobuda, čisti pravni okvir, da iz uredbe sem potegnil ključne stvari. Uredba je spet pisana zelo birokratsko, deloma razumljivo, ker morate jo napisati tako, da bo enovita, za vse enaka, ni dolga, to je lahko pohvalimo, da ima relativno malo členov, kot imajo nekatere druge uredbe, ampak bi se morali spet kar posvetiti temu, kaj dejansko v njej piše. Ampak dajmo povedati te ključne kriterije. Za uspešnost državljanske pobude boste potrebovali 1 milijon podpisov. To se vsi zapomnijo, 1 milijon podpisov. Kaj zdaj to realno pomeni? To realno pomeni, glede na to, da imamo sicer 490 milijonov, da imate več s Hrvaško, okrog mislim, da je cirka 500 milijonov državljanov Evropske unije, pri čemer seveda moramo odšteti tiste, ki so mladoletni. Mladoletni se tukaj ne bodo šteli, ampak recimo, da je to okrog 400 milijonov potencialnih volivcev. Vi morate zbrati 1 milijon. To meni 1/400. To je 0,25% podpisov vseh državljanov Evropske unije morate zbrati. Če pogledamo naše razmerje, 5000 volivcev morate za zakonodajni predlog, imate pa 1.700.000 slovenskih državljanov. To je 1 proti 140. Volivcev je nekaj manj, 1.200.000. Ne, 2 milijona slovenskih državljanov, 1.700.000 je slovenskih volivcev. Ja. Smo zelo stara družba, zato imamo tako veliko volivcev, tako malo jih ni. Ne. Ja, no, vidite, da je seveda, da po tej plati evropska državljanska pobuda, čeprav so slovenska vidika, tu je cifra enormna. Slovenci si ne predstavljamo, ne, kako velika cifra je 1 milijon, ampak v evropskem kontekstu so spet ni tako velike cifre. Po tej plati vidite, da je pobuda manj zahtevna kot zakonodajni predlog, vsaj kar se tiče tega formalnega odstotka potrebovanih podpisov. No, potem vam kar povem, so 4 minimalni pogoji, ki jih mora vsaka pobuda izpolnjevati. Število držav članic, ki morajo sodelovati, je mislim določeno na 1/4, glede na to, da je 28 držav članic, je to 7 držav članic zaenkrat. Takoj, ko bo prišla neka nova država članica v Evropsko unijo, bo se cifra dvignila na 8. Da bi bila zadeva dovolj resna, je Evropska unija seveda šla v to, da bi čim bolj razpršeno prišli podpisi, kajti drugače bi lahko zadoščalo, da iz Nemčije pride že dovolj podpisov teh 1 milijona. Poanta je, da se poskuša razpršiti tudi vse evropskost zbranih podpisov, da iz tistih vsaj 7 držav članic mora biti iz posamezne države članice določen minimalni prag podpisov zagotovljen. Vezan je na število poslancev iz te države v Evropskem parlamentu, vzpomoženo z enim količnikom, mislim trenutno 754. Ampak to je res ni nek strašen pogoj. No, torej, če imate vsaj v 7 državah neko resno bazo, boste to dosegli. Naslednji kriterij, seveda starost, ki sem ga že omenil, minimalno 18 let, da lahko sodelujete tako aktivno pri izvajanju državljanske pobude, kot tudi kot podpisnik. Kar je pa pomembno, da se kaže tudi razpršenost v organizirani strukturi. Odbor je ta, ki sodeluje neposredno, tako kot neke vrste posrednik med volivci, torej ki so določeni, ki jih tudi odbor nagovarja, in obenem kot odbor sodeluje navzgor proti Evropski komisiji. Kot sem že rekel, pobuda je naslovljena na Evropsko komisijo. Pogoje za sprejem bomo pokazali malce kasneje. Ključno je seveda z vidika demokratičnosti, da čim bolj omogočite dostop do podajanja te izjave o podpori. Možna je papirna in elektronska oblika, kasneje smo lahko tudi malce poigrali s tem, boste videli, da je zadeva zelo enostavna. Kar je pomembno, je, da ne omejujete možnosti izjavljanja. Zato ni dovoljeno overjati pristnosti podpisa. Če se spomnite, če greste pa v Sloveniji, je ključna težava za neposredno demokracijo v Sloveniji, da morate iti na upravno enoto,
priti tja in se izkazati, da ste to res vi, pokazati osebno izkaznico in potem boste dobili obrazec. Tukaj je zadeva narejena, da je preverjanje samo ex post facto in gotovo ni tako stroga, kar se tiče preverjanja istovetnosti. Na nek način se kaže tu slaba slovenska ureditev, ker kažemo nezaupanje do lastnih državljanov. Evropska unija to ni šla. Najverjetneje bo ključni faktor pri uspešnosti državljanskih pobud bo časovna omejitev. Enem letu morate zbrati. To je spet. Ni tako enostavna zadeva, kot se sliši. Eno leto, ker morate se vi vse evropsko organizirati. In pa teče. Pravo vprašanje postavljate, ampak jih prehitevate. Ja. Kar še podariti je, in to bo Simon še bolje pojasnil, razkritje podpore in financiranje. Zelo pomemben podatek, seveda, da se razkrije, gre za transparentno postopka, da ne bi seveda prihajalo do nekih čudnih financiranj nekaterih projektov. No, zdaj pa gledamo, kako teče postopek. Postopek lahko v osnovi razdelimo na 3 faze. Uvodni postopek je pred tem, ko se zadeva sploh začne in še preden sploh sama pobuda uspe. Najprej morate pobudo prijaviti. Tukaj morate zraven dati vse nujne potrebne podatke v zvezi kdo bo člani odbora, kaj želite doseči, kaj sprašujete, na katero področje pristojnosti Evropske unije to sodi. No in ko boste to predložili Evropski uniji, torej natančneje Evropski komisiji, bo ta se lotila, ali je sploh pobuda popolna. In že na tej točki lahko pride do zavrnitve in to se celo v enem primeru zgodilo, oziroma pride vsaj do dopolnitve, da mora predlagatelj pobude stvar dopolniti. Ključna stvar je, da lahko vlagate pobudo samo z tistih področij, na katerih ima Evropska unija pristojnost. Torej, kaj vam praktično to pomeni? Vse, kar se tiče ekonomskega sodelovanja, sodi noter, monetarna unija sodi noter. Potem sodi noter tudi zadeve z notranjih zadev, recimo vprašanje tujcev, potem sodi vprašanje privatizacije določenih panog. Ogromno stvari sodi, zdaj pa bolje bi bilo pomenilo definirati, kaj recimo ne bi sodilo notri. Težko boste šli v to, da se veseli nekaj na področju socialnih politik. Evropska unija deloma sicer ima nekatere pristojnosti, ampak so zelo omejene, tako koordinacijske pristojnosti in boste zelo hitro padli ven iz pristojnosti Evropske unije. Je pa res, da so seveda recimo socialne politike tudi na evropski ravni lahko v tem trenutku zelo pomembne. Vprid uveljavitvi državljanske pobude tudi gre seveda zadnji dogodki, kjer prihaja do širjenja evropskih pristojnosti, tudi na bančnem področju, tudi na področju koordinacije fiskalnih, torej proračunskih politik, tako da bo teh sivih list, kjer Evropska unija ne bo imela pristojnosti, vedno manj, s tem se pa seveda tudi odpira širše polje tega demokratičnega sodelovanja državljanov Evropske unije pri sprejemanju odločitev. Jasno, če je žaljiva pobuda neresna oziroma provokativna, oziroma če je v nasprotju z vrednotami Evropske unije, to je, pogledajte si v 2. členu pogodbe Evropske unije, prej sem ga omenil, če je v nasprotju temi vrednotami, recimo kot so načela solidarnosti, varstva človekovih pravic, demokratičnosti, spoštovanja manjšin, v takšnih primerih bo se v nasprotju s načelom političnega pluralizma, v takšnem primeru komisija tega ne bo dovolila. Je pa res, da je to v rokah komisije. Ta odločitev, zlasti ali je sedaj pobuda provokativna, kaj zdaj točno to pomeni, ker teh kriterijev komisija še niti sprejela, verjetno bo to o tem odločila na tako imenovani case by case osnovi, torej od primera do primera. Potem lahko sledi prevod v vse jezike, gre na breme organizatorja. S tem se Evropska komisija ne ukvarja in tukaj se že kaže seveda neka težava. Na to, da imamo v Evropski uniji 23 uradnih jezikov, 24, odkar je Hrvaška vstopila, to pomeni, da je to tudi kar znaten finančni zalogaj za organizatorje.
In zato vam pravim, da je zelo pomembno vprašanje tistih prikaza, kdo financira organizatorju samo zbiranje podpisov. In ko vse to urejeno, se seveda pobuda vpiše v register in takrat se tudi začne zbiranje podpore. In čeprav piše v uredbi malce smotrno, da se začne po datumu prijave predlagane državljanske pobude in traja največ 12 mesecev, je seveda jasno, da se rok začne šteti, ko je vpisana v register, ker predtem niti ne morete zbirati podpisov. Obrazci so naprej znani, to boste tudi videli kasneje, in zbira se 12 mesecev. To je nekaj, seveda, z vidika pravnika neka črna luknja, o kateri ne vem kaj veliko, Simon pa o njej ve veliko, zato verjamem, da nestrpno pričakujete njegovo predstavitev. Kaj se pa zgodi po 12 mesecih? Torej, kaj se bo zgodilo s temi, ki se bodo zaključili 31. oktobra 2013, torej, če gledamo čez natanko 10 dni. Ne? Zgodilo se bo to, da bodo šle v preverbo, ali so ti podpisi oziroma izjave o podpori res pristne. Seveda, zdaj tukaj ne bodo državni organi šli preverjati popolnoma vse detajle. Malce bo zaupanja, na nek način se kaže tudi neka črna lisa, kako bi lahko državljani malce goljufali tole, ampak mislim, da nekega pravega zagona, da bi se tako goljufalo, ne bo. Države preverjajo na različne načine. Lahko to preverja država državljanstva, država tam, kjer ima podpisnik prebivališče, ali pa država tam, kjer je bil izdan osebni dokument. Preverja se tako papirnati obrazci, torej tisti, ki so dali podporo na papirnatem obrazcu in tisti, ki so elektronsko. Elektronsko bo mnogo lažje. Zakaj? Zato, ker se bo dalo to zelo avtomatizirano preveriti. Namreč se preverja se ime in priimek in hkrati številka identifikacijskega dokumenta, osebnega dokumenta ali pa pasoša, torej potne listine, kot pa fizično. Fizično bodo pa morali seveda preverjati v Sloveniji, recimo Ministrstvo za notranje zadeve, ki vodi evidenco prebivalcev v Republiki Sloveniji, bodo pač morali ročno. Ampak da je v dobro birokratom na Ministrstvo za notranje zadeve gre seveda to, da je velik odstotek izjav o podpori dan, kako menite? Preko interneta, ker je zelo enostavno. Ne? Boste videli številke. Jaz sem bil presenečen, sem mislil, da bo malce več papirnati, še vedno, ampak ni. Internet je postal glavni kanal izražanja volje volivcev. Torej, še enkrat, podpora se preverja naknadno, torej izjava o podpori se ne overja, kar se mi zdi ključen element, da bo državljanska pobuda na dolgi rok zaživela. Ja, tule sem imel sicer link na vse trenutno odprte državljanske pobude. Moram omeniti naslednje. To je samo ta tranzicijski problem začetka. Prve državljanske pobude se niso izvajale samo 12 mesecev, ampak, če preračunam, mislim, da 18 mesecev. V osnovi se morale končati aprila, ampak ker je prišlo do tehničnih težav na začetku, pa po eni strani bi tudi rekli, da je bila komisija zelo, ko bi rekli, simpatetična do prvih pobud, da bi ta koncept zaživel, je podaljšala rok za 6 mesecev. Od sedaj naprej, vse tiste, ki so bile kasneje uvedene, se bodo izvajale samo 12 mesecev. Mimogrede, tu nimam zapisano gor, samo omenim, da lahko predlagatelj umakne pobudo že vmes. Recimo, da vidi, da nima realnih osnov za uspeh, ali so pa tudi kakšni drugi razlogi, zakaj pride do tega. No, kaj pa pomeni sedaj uspešna pobuda? Jasno, neuspešna pobuda pomeni konec tega postopka. Uspešna pobuda ne pomeni začetek zakonodajnega postopka. Namreč začetek zakonodajnega postopka je še vedno v rokah Evropske komisije. Evropska komisija je edini predlagatelj zakonodajnega postopka. Tudi Evropski parlament, poslanci Evropskega parlamenta ne morejo sprožiti postopka in imajo enako vlogo kot recimo državljanska pobuda. Lahko predlagajo, da je pobudi komisiji, da se loti obravnave nekega področja. Po tej plati smo državljani z Evropskim parlamentom na nek način izenačeni.
Uspešna pobuda bo torej pomenila, da se objavi v registru, da je bila uspešna. Pomeni, da se bodo predstavniki odbora, torej odbora, ki je vodil celoten postopek, da bodo sprejeti pri Evropski komisiji, kjer se bodo ponovno predstavila stališča državljanske pobude in, kar se mi zdi ključno, da bo morala komisija se odzvati na uspešno pobudo. In to glede svojih pravnih in političnih zaključkov, morebitnih ukrepov, ki jih bo oziroma jih ne bo izvedla in da bo morala posebej obrazložiti to. Uspešna pobuda omogoča tudi predstavitev pobude v Evropskem parlamentu. Na nek način se pride do posredne združitve participativne in predstavniške demokracije v enem samem trenutku v Evropskem parlamentu, kar daje seveda pobudi veliko medijsko pozornost, vsaj na evropski ravni. Ja, toliko zaenkrat z moje strani, kar bi seveda povedal je, evropska državljanska pobuda pomeni en formalni kanal. Simon vam upam, da bo povedal še kaj več, na kakšne načine lahko evropska državljanska pobuda pomeni neformalni kanal za vplivanje. Recimo, da že namignem, da verjetno se bodo na evropsko državljansko pobudo izvali tudi poslanci. Ne? Torej, na nek način sem bil skeptičen do nje, sem pa eni strani rekel, ne gre za zakonodajni predlog, Evropska komisija formalno ni vezana na njo, ampak bodimo prizanesljivi, razmišljamo, da bo tudi velika podpora javnosti pomenila seveda tudi signal za evropske poslance, ki bodo poskušali zadevo peljati tudi naprej. Najlepša hvala zaenkrat z moje strani, upam, da nisem bil predolg. Če imate vprašanja, vprašajte, to je najbolje. Preko vprašanj bomo lažje ugotovili, kaj smo predstavili. Če ne pa predajam besedo najprej Simoni. Najlepša hvala. Tule so pa kanali, kako lahko meni kontaktirate kadarkoli, sem zelo odprt za kakršnekoli vprašanja. Najlepša hvala še enkrat. Jaz bi vas povabila, da še kar ostanete, mogoče za par minut ker upam, da so zdaj mogoče kakšna vprašanja, ali pa že tudi kak komentar, kak pomislek na predstavljeno, mogoče strani naše publike. Prosim. Jaz vam bom pomagala z mikrofonom, ker predstavitev snemamo, da bomo obdržali nek spomin na tole. Martina Priskaš, jaz bi rada povedala, da mi smo pred enim letom zbirali podpise za zakon o osebni asistenci. Mi smo v 3 tednih zbrali podpise in v Državnem zboru za 2 državljanstva skupaj. Hočem povedati, da vse to smo mi šli sicer v Sloveniji, lahko bi šli tudi verjetno v Evropski uniji. Slovenija je ratificirala konvencijo o invalidih in skratka, ta člen je noter, da osebna asistenta mora poskrbeti in seveda mi, ker smo v krizi, ni denarja in to se bo pripravljati drugi, če se kdaj bo. Zdaj pa poslušala sem to v tej evropski pobudi. Seveda, mi lahko bi šli tudi v to, v Evropi, v vseh državah, imamo podobne probleme, ampak se rečem, na konec pridemo spet, da nam vrata zbiti teh milijon podpisov in potem pridemo v parlament in verjetno se bo ponovila ista zgodba. Ja, javnost bo verjetno slišala malo več o tem, malo se bojo seznali, ampak spet bomo ostali verjetno tako kot je. Zato se čas rečem, pa se kljub temu, da vsi vejo, zakaj se gre, posebej, ko preberejo te zakone, ko se spoznajo na to, in na koncu rešitve ni. Ampak gre za osnovne človekove pravice. Mi ne govorimo tukaj nekem luksuzu, Ja, če smem komentirati, se strinjam. Torej, Slovenija je podpisala konvencijo o pravicah invalidov in verjetno nezavedajoč, kaj to vse za sabo potegne. Tako malo se kritizira slovensko oblast, da zelo rada podpisuje mednarodne konvencije, navzven se sliši lepo, ko pa treba to implementirati v nacionalno zakonodajo, pa seveda zmrzne. Tudi recimo pri vprašanju, na to, da ste sami poznate problematiko glede izvrševanja volilne pravice invalidov. Je tudi dvomim, da bi podpisali zadevo, če bi vedeli, kaj bi to za sabo potegne. Na nek način so dali lažno upanje
invalidnim osebam, da bodo lahko res samostojno glasovali. Ampak da se vrnemo zdaj na to povezavo zakonodajne iniciative v Sloveniji in primerjave z evropsko državljansko pobudo. Tukaj sem edino popravil, da verjetno vprašanje osebne asistence ni področje, ki bi sodilo v pristojnost Evropske unije in bi verjetno takšna pobuda na ravni Evropske unije verjetno niti ne bi mogla iti skozi ta prvo sito. Sami ste rekli, da konvencijo podpisujejo države članice, torej pristojnosti držav članic tole, ne v pristojnosti Evropske unije. To je tipični element, recimo te socialne politike države, ko bo šlo tako, da na ravni EU to ni pristojnost. Tu jo smo popraviti. Je pa res, ste sami rekli, postavili ste težavo, ki je pa na ravni Evropske unije ne bi bilo. Težavo z zbiranjem podpisov za zakonodajno iniciativo in referendum v Republiki Sloveniji, ki sem jo omenil, to je pa overjanje podpisov, ker potem se naknadno ugotovi, da nekateri niso pravi, da so imena mora biti malce drugačna in ima Ministrstvo za notranje zadeve zelo stroge standarde glede tega, kateri podpis bo štelo za veljaven ali ne. Ne, mi smo zbrali, sem bil v redu. Ja. To so obravnavali v državnem zboru. Se pravi, da 2 poslanca ste glasovali potem proti, in smo se to zgubali. Ja, to je, no. Ni bilo politične volje. To pa je verjetno težava, ki je marsikje prisotna. Več kot to, da se ta poskus vplivanja na državni zbor nadaljuje, vam ne morem povedati, ker mimo volje parlamenta pa tudi ne moremo iti. Ne? Mogoče je zanimiv del tega vprašanja ravno ta, se pravi, ali je evropska državljanska pobuda na kakršenkoli način razen te možnosti, oziroma da, ko je uspešno, da se jo predstavi v parlamentu, ali ima kak vzvod nekega formalnega povezovanja, ali pa ali je mogoče razvidno, da bi lahko potem parlament na nek način tole prevzel, ker ena od stvari, ki se mogoče da predvidevati, je tudi to, da morda se ne bodo volivci in tudi parlamentarci evropski vedno strinjali s tem, kaj bo Evropska komisija rekla, da ni v pristojnosti EU. Ne? Ja, tukaj gotovo, da bodo evropski parlamentarci lahko prevzeli neko to zagon, pobudo naprej, pri čemer je seveda vprašanje, če sami državljani ne zbere dovolj podpore, ali bodo zdaj evropski parlamentarci v tem videli korist. Bolj verjamem, da bodo parlamentarci bolj nadušeni za tiste pobude, ki bodo uspeli. Da bodo več interesa pokazali tam, ker vidijo v njih večji potencial. Kar se pa tiče prisile Evropskega parlamenta na Evropsko komisijo, nekega pritiska, razen tistega političnega ne vidim, da bi ne more. Evropska komisija tukaj ima izključno pristojnost, če sami menijo, da ni podpore, ne bodo začeli postopka. Je pa res, da Evropska komisija spet ni tako neumna, da bi zdaj zelo samopašno delala po svoje. Upošteva voljo parlamenta, zato ker tudi rabi politično podporo v parlamentu za druge akte, poleg tega jo pa tudi Evropski parlament konec koncev potrdi, oziroma je lahko izreče nezaupnico. To so sicer mehanizmi, ki so na voljo, bomo videli, res me zanima, kako bo zadeva tekla prvič, ko bo prišlo nekega pritiska z parlamenta, komisija bo pa malce nevoljna glede same pobude. Lahko samo špekuliram glede tega. Sašo, hvala, super predstavitev. Me pa tisti tvoj slajd z vprašanjem legitimnosti me je dal večkrat misliti. Me zanima, kakšno je tvoje stališče s to tezo na liniji euroskeptikov, eurorealistov, da je evropska državljanska pobuda bolj kot ne samo nek obliž na madež Evropske unije, ki se mu reče zagotavljanje privatne legitimnosti za nek velik projekt političnih elit, ki je bil v bistvu zgodovinsko delegiran od spodaj na vzdolj in ki sedaj išče neke demokratične vzvode, da pridobi zaupne javnosti za nekaj, kar je v osnovi izključevalo javnost. Če pogledamo po zaključku druge svetovne vojne, ko se je iskalo to mir v razrušeni Evropi, predvsem na osi Francija, Nemčija, šlo se je potem seveda na to ekonomsko povezovanje, ki je pa potem mogoče po nekem načrtu ali pa tudi ne preseglo to ekonomijo
In se zdaj že nanaša neke čisto konkretne družbene, sociološke, tudi neke identitetne, kulturne vzorce, ki jih pa še Evropa mora zgraditi. Ne? In zdaj imamo potem tukaj neko umetnost postavljanje teh kanalov za sodelovanje javnosti, da bi se to zgradilo. Ali je ta pristop na nek dolgi rok smiseln, se lahko zgodi potem ta identiteta, to državljanstvo, ali bo pa samo še mogoče en izmed kanalov, ki je pa dejansko to, kot ste tudi vi rekli, ne, mogoče pa nima nasega učinka. Ne. Ja, hvala za vprašanje. No, zdaj sem se vrnil na mojo predstavitev, nisem prej izpostavil, ali poznate to osebo, kdo je tukaj gor? Dvomljivec. Ja, dvomljivec, ja. To je Nigel Farage, predsednik neodvisne stranke Independence Party iz Združenega kraljestva. On je sicer poslanec Evropskega parlamenta in eden glavnih euroskeptikov oziroma tistih, ki se zavzemajo za čim vitkejšo Evropsko unijo, predvsem samo na področju združevanja, kar se tiče ekonomije, vsega drugega pa ne. On želi ohraniti torej nacionalno identiteto držav članic. Zato to je vprašanje, gre tudi seveda v tej smeri. Gotovo je deloma to nek obliž, da je državljanska pobuda kot institut obliž za dosedanjo manjšo vlogo državljanov pri ključnih odločitvah, kot so bila Maastrichtska pogodba, tudi reformna pogodba in tudi jasno vse prej. Ampak ne bi se pri tem ustavil. Dajmo se enostavno vprašati, kaj pa če evropske državljanske pobude ne bi bilo, tudi tega kanala ne bi bilo. Gotovo je dobrodošel, prispeva k izboljšanju diskurza v Evropski uniji, prispeva k povezovanju tako na meddržavni ravni in prispeva k povezanju na najbolj osnovni ravni državljanov. Same zahteve so takšne namenjene, da se more povezovati. In do česa prihaja? Prihaja do izpostavljanja evropskih tem. Tako da jaz tukaj po tej plati ne bi bil tako kritičen do tega upeljave, da ni bila samo cinična, da smo želeli malce za nazaj narediti zadevo bolj demokratično. Vidim, ne, če bo zaživela, pa če bo tudi komisija, da bo, kot sem rekel, da bo pripravljena poslušati voljo volivcev, da bo prinašla nekaj dobrega. Je pa gotovo strah zadaj, da se lahko to sprevrže z nek formalno možnost, ampak to bo zelo hitro se bo to videlo. Videlo se bo v trenutku, kako bo zdaj Evropska komisija obravnavala prve te pobude. Na neformalnem sestanku, ki smo ga imeli pred tedni, smo nekako razmišljali v smeri, da bodo vsaj nekatere prve pobude morajo biti še za odtenek bolj simpatično obravnavane, bolj prijazno obravnavane, kot pa morajo biti nekatere čez 3-4 leta, ko bo mehanizem zaživel. Najlepša hvala. Jaz bi še vprašal, kakšna je bila čisto ilustrativno, bolj izdožda. Mene pa zanima, kakšna je bila vsebina teh prvih pobud, da bi se mogoče tudi ni znali orientirati. Pravzaprav, kakšne so te prve pobude, ki so prišle na komisijo? Pobude, trenutno na nobeno komisijo, vse kar se vsebine tiče, pa zadostne podpore ni prišla nobena. Tako da komisija še se ni rabila do nobene opredeliti. Bomo videli zdaj, Simon bo konkretno več povedal, kaj se dogaja. Kam pa sodijo? Zdaj, recimo, tipično so vivisekcija, torej tako, ne, propoved poskusa na živalih, pravica do vode, ta je prva najbolj znana, ki je zelo zaživela. Potem Simon bo predstavil eno, kateri je tudi sam sodeloval, tako da na tej plati niti ne bi zdaj šel v detalje, ker bomo pa res boste videli dobro predstavitev, Simon. Najlepša hvala. Oba dva naša gosta bosta po tem formalnem delu našega druženja tudi še na voljo. Mi smo pripravili za vas potem tako eno pogostitev, pa eno neformalno druženje še tukaj, tako da lahko potem še tudi neko debato, vprašanje, tako čisto na, bom rekla, bolj mogoče individualni ravni še tudi z njima vstopite v kontakt. Mogoče zdaj to ena dobra iztočnica, preden povabim naslednjega gosta, da mogoče vas nekaj vprašamo. In sicer pred tem današnjim srečanjem, preden ste prišli sem ali mogoče videli tole vabilo,
Koliko med vami se je že srečalo z evropsko državljansko pobudo? Na kakršen koli način? Če mi lahko mogoče dvignete roke, samo to, da vidimo. Ja. Se pravi, recimo tako ena polovica, ne? Se pravi, je kar nekaj med vami, ki je to neka nova informacija, nek nov koncept. A je kdo med vami, temi, ki ste se že srečali z evropsko državljansko pobudo, že tudi podpisnik katere? Aha, super. Pa vas bom kar vprašala, katere? Pravica do vode, pa mislim, da UTD je bil tudi, ne? Je tukaj izpolno. Še pa tu še kaj, še tukaj ste podpisniki? Ne? Ja, mislim, da je za temeljni univerzalni dohodek. Tudi? Tudi temeljni dohodek, pa to za zaščito živali. Okay. A je kdo med vami, razen našega gosta, tudi sodeloval v ekipi za pobudo, se pravi pobudnik kot tak? V kakem odboru? To pa še ne. Okay. Pa me zanima, mogoče zdaj od parih vas, ki se prvič na nek način s to tematiko srečujete, kakšna je pa vaša motivacija? Se pravi, zagotovo, ko ste videli to povabilo, je moralo biti nekaj, kar vas je nagovorilo. Se pravi, kaj je tisto, ki vas je pripeljalo danes sem? Jaz bi vam kar podala tukaj mikrofon, pa lahko tako malo potuje okrog, pa mogoče v enem stavku, če lahko vsak pove. Ja, bolj izdolkar. Kaj nas je navedel za današnjo udeležbo? Tukaj, kar nas je nekaj, smo iz raznih civilnih iniciativ, ki so se pač porajale zaradi problematike, ki se v našem političnem sistemu ni ustrezno reševala. Naj se bo to na ravni lokalne samouprave ali kakorkoli drugače. In seveda, evropska državljanska pobuda je bila, ko bi rekel, naslov, ki nas je zanimanjem, nam povzročil zanimanje, ker imamo težave pri realizaciji oziroma doseganju ciljev, ki jih imamo kot državljanska, civilna iniciativa, ker so izkušnje z inštitucijami držav kot tako preko neuspešne. Ne? Tako da je bila evropska državljanska pobuda vsaj na začetku tega predavanja mišljena kot rezervni izhod, ne, če sama pobuda ne bi uspela. Je pa videti seveda, da je to zelo kompleksna zadeva, ne, ki se bi verjetno zelo malo dotikala lokalnih problemov v Sloveniji, kljub vsemu mora biti to en širok evropski značaj, ne. Tako da, se pravi, mi je za razmisliti, ne. Ja, jaz sem Marko Divnik, izhajam pravzaprav iz ribiške družine, če sem bil ribič, čeprav sem še vedno član, vendar že 20 let ne lovim ribe in vedno bolj spoznavam, da s to naravo oziroma z ribolovnim vodam delamo vsi v Evropi kot zelo mačehovsko, ni nobene zaščite in mislim, da bom se prepisal v društvo za opazovanje rib, kot so ptičari, ker se mi zdi, da smo te vode spremenili, niso več tiste naravne in te naravne zaščite ni. Niti ni zakona, ki bi to zaščitili. Mi sicer imamo zakone, kako naj ohranimo narave, vendar je to vse umetno. Tako kot se poribljava umetno z umetnimi ribami, ker je prav popolnoma nasprotju za naravo. In torej izhajam iz zaščite naravovarstvenike. Tomaž Javornik, jaz sem drugač po izobrazbi pravnik in me je ta naslov in ta predavanja pritegnil čist iz tega strokovnega vidika, da vidim ta institut, kako se v življenju in v realnosti živi, tako da čist strokovno. Mihaj Rača. Mene pravzaprav tudi bolj načelno vidim možnosti, kako bi se državljani Evrope lahko aktivno pa neposredno vključevali v Evropo, življenje Evrope in oblikovanje evropskega sistema. Milan Mirkov, civilna družba Zalog, Spodnji Kašelj, Vodgrad.
Živim že nekaj desetletij v neposredni bližini edine kafilerije v Sloveniji, kjer uživamo v narekovajih vse dobrote stranskih učinkov delovanja te firme. Sestali smo se in se še sestajamo z raznimi inšpektorji, ministri za okolje, kup raznih obljub. Glejte, tudi to, da v Evropi ne postoji zakon o zgornji meji emisij vonjav, je slab izgovor. Enostavno nočejo. Glejte, tle predhodnica, ko je spraševala, zakaj ni bila pobuda za njihove utemeljene želje sprejeta, enostavno ni bilo politične volje. Ampak glejte, te postavke ni nikjer politična volja. To je pravzaprav kapric. Iz dneva v dan imamo na samem terenu, zato tudi naša civilna družba živi že dobrih 13 let, lahko pa samo opozarjamo. Ratifikacija, ki je Slovenija podpisala za Arhuško konvencijo, jo obvezuje ne samo na papirju, ampak tudi v praksi, kaj naj bi se postorilo na tem področju. Žal, plavamo v temi. Hvala. Brane Žur, ravno tako kot moj predhodnik izhajam iz civilne družbe, bi pa podaril to, da situacija nas prisili, da je čim več takih omizij, kot je današnja, in bolj bomo glasni, bolj bomo uspešni. Samo to je merilo. Hvala. Jaz bi samo še to povedala, da vsak glas šteje in da bomo gledati pobude in ne smemo gledati samo na svoje želje in potrebe, in zato se moramo odzvati vse te pobude, pregledati in podpisati. Zato se mi zdi ta posvet v redu, zato ga bomo posneli, da bo čim več državljanov to videli in da bojo probali tudi na ta način rešiti težave. Pozdravljeni, tudi mi, da so prišli spoznavati institut in mehanizem državljanske pobude, kako nam lahko pride prav, na kakšen način lahko dosežemo kakšno stvar skupaj. Pozdravljeni. Mene je tudi zanimala predvsem pravna ureditev tega področja in pa tudi mogoče povezava oziroma razmislek o tem, da bi se to povezalo z množičnim financiranjem oziroma tem participatory budgeting, torej udeležbo pri porabi predvsem lokalnega proračuna na lokalnem nivoju. No, prav, še nekaj povedala. Moje ime je Irena Zagajšek in imam spletni časopis, ki se ukvarja z evropskimi politikami, euportal.si. Namen tega časopisa in medija, mislim, da spada v kontekst tega omizja, in sicer gre za spodbujanje demokratičnih procesov. Kot veste, Evropska unija trpi za demokratičnim mankom in njena informacije so nekako fragmentirane. Zato smo toliko bolj veseli, kadar najdemo določene informacije takega značaja na enem mestu. No, pač pozdravljam take okrogle mize. Hvala lepa. Janez Škulj, hvala za to predavanje. Meni je bilo zelo všeč, da ste večkrat izpostavili politično dimenzijo. In ja, ta zadevčina je utemeljena v pravnih aktih, ali pa vsaj tako zgleda. Jaz bi rekel, da je ta državljanska pobuda bolj kot pravni korak ali pa postopek politična zadevščina. Zelo jasno. In jaz vidim dve dobre stvari iz tega. Če je neka stvar, jaz temu rečem, ali pa tam, ker sem jaz, temu rečemo, ima evropsko dodano vrednost. Pomeni, da bodo o njej govorili posamezniki, posameznice, wow, v 6 sredinah v Evropi. Da si bodo zoblikovali neko mnenje. Če moram zbrati 1 milijon podpisov, verjetno ne bo samo 1 milijon, mogoče bo 4, mogoče bo 10. To je pa tisto valovanje, ki je nekdo pred nekaj govoril, in verjetno, če so lokalne demokracije, ne mislim tukaj na občine, ampak na poslance, na vse, kar izvol, na koncu tudi vlada, na koncu govorimo veliko o demokratičnem deficitu v EU, samo kdo sprejema odločitve? Ta komisija predlaga, ampak brez soglasja naših vlad, brez v večini ključnih zadev, brez soglasja parlamenta se nič ne zgodi, ostane
pač predlog komisije. Ampak na naše vlade, na poslance, ki izvolimo, imamo pa zelo direktno vpliv. Tako da, kar se mene tiče, govoriti o deficitu da na prvi pogled. Tudi na drugi let, ker pogledamo, kdo so dejansko mesta odločanja, imamo zelo veliko vpliv. No, in zato jaz pa spravim, za mene ta pobuda ni toliko pravni akt, ampak je politično valovanje, ki ga ustvari. Zdaj je pa tisto, kar ste zelo dobro izpostavili, verjetno ta zadevščina, če hočete spraviti v valovanje, ki bo zajelo 50 milijonov ljudi v Evropi, v različnih delih Evrope, mora biti vtičevo resno dodano vrednost na tej evropski ravni. Pa mogoče še nekaj v razmislek, v večjih stolpnicah tudi odločitve v hišnem svetu je zelo težko sprejeti. Pa se vsi poznamo, pa so zelo kompleksne včasih. In če bi naredili to, potem bo ono in tretje. Zdaj si pa predstavljate Evropi. In ena izmed stalnic v evropski arhitekturi odločanja je, da se izogibamo direktnim konfliktom. To je zelo pomembna stvar, ker bila je zgledana nikoli več vojne. In kdo pozna način, kako se komunicira v Bruslju, je vedno zelo vljuden. Pozdravimo predlog, ki ga da komisija na mizo, povemo, da je odlična izhodišče za razpravo, pol ga pa raztrgamo. Ne razumete, nek drug nivo. Zato pa spravim, jaz se pa bojim, da preveč direktne diplomacije, demokracije v EU pomeni konflikt. Med majhnimi, velikimi, spodnjimi, zgornjimi, diktatura večina in manjšina. Zato mi je všeč, da kakšne stvari so in da komisija lahko reče, to pa je možno, zelo pomembno, ampak politično nesprejemljivo, ker ima to in to. Zato opozarjam na ta drugi vidik vseh naših prizadevanj za več demokracije, ker kaj bi se zgodilo, če bi se zgodilo ena velika gmota volivcev, ki ima popolnoma nasprotne interese, prevlada. Potem Unije ni več. Hvala. Najlepša hvala za te tako misli. Jaz mislim, da so ena istočnica, mogoče tudi še kakšne razprave kasneje. Zdaj bi pa kar povabila k naši govorniški mizi, našega naslednjega gosta. Najlepša hvala. In sicer magister Simon de la Corda iz Inštituta za elektronsko participacijo. Gospod de la Corda je direktor tega inštituta, na katerem se strokovno in praktično ukvarja s področji politične demokracije in državljanske participacije na internetu, s poudarkom na nevladnih organizacijah in institucijah Evropske unije. Je tudi član Slovenskega politološkega društva in strokovne skupine za e-participacijo pri državljanski mreži za srednjo in vzhodno Evropo. Za nas zelo pomembno je pa predvsem to, ker imate tudi eno zelo praktično, konkretno izkušnjo, kako zorganizirati oziroma biti del te organizacije ene evropske državljanske pobude v praksi. Tako da jaz upam, da tudi tale krog zdaj, da vam je ena istočnica, na katero lahko verjetno marsikatero lastno izkušnjo navežete. Najlepša hvala, da ste z nami, beseda je vaša. Hvala tudi vam za povabilo, pa lepo zdrav še tudi v mojem imenu. Zdaj samo glede kamere me zanima, ali sem lahko mogoče večkam bolj grem tja nazaj, ko zdaj se je zelo vzvalovila energija, se mi zdi. Smo imeli te debate, kar dosti stvari ste navrli. In mislim, da je tudi iz predstavitve, iz kazala moje predstavitve razvidno, da bo kar nekaj zanimivih teh praktičnih, konkretnih zadev spostavljenih. Predvsem gre za to, da bi v ta okvir, ki ga je Saša zelo lepo predstavil, namreč ni enostavno predstavljati teh kompleksne evropske teme, koncepte, institucionalne dimenzije, da bo ta okvir, ki ga je Saša predstavil, napolnil večkrat konkretne vsebine. Kaj pomeni, kako se pripravlja evropska državljanska pobuda, kako poteka podpisovanje, kaj je tisto, kar nas organizatorje mogoče najbolj moti, katere izkušnje smo pridobili in mogoče zdaj že lahko po enem letu, ko že ta mehanizem funkcionira, lahko tudi delimo neke prve izkušnje, ne? Ker je tukaj zelo veliko learning by doing, ne? Eno je ta pravni okvir, drugo pa, kar je gospod omenil, ta politična dimenzija, ki se potem nek način vidi skozi vsakdanje aktivnosti. In potem v drugem delu bom pa predstavil Evropsko državljansko pobudo za univerzalni temeljni dohodek,
ki je za Slovenijo zelo zanimiv z ličnih zornih kotov in tudi zato, ker imamo kar eno dosti močno izkušnjo s tem, tudi vidim potem, da se tudi nekateri, ki ste tle tudi to že podpisali, kar mislim, da že ima kar nek učinek. Zdaj, prva stvar z vidika informacij. Tle ste dobili tale vodnik v Evropski državljanski pobudi. Jaz sem to že večkrat pogledal in zdaj, ko vidim za svoje izkušnje, kako poteka to pobuda in to, kar piše v tem vodniku, se mi zdi to kar dosti dobra osnova za osnovne informacije, vse tiste, ki vas to zanima na takšen drugačen način, kaj je to Evropska državljanska pobuda. To je ta tudi prevedeno v slovenščino in to je, mislim, da zelo dober vodnik. Potem druga stvar, ki je pa še bolj, bi rekel, bolj podrobna, daje tudi več informacij o teh konkretnih aktivnostih, kaj dejansko se v tem momentu dogaja na področju Evropske državljanske pobude, je pa spletna stran, centralna spletna stran Evropske komisije. Gor imate pod naslovom tudi spletni naslov in ta, zelo pa mečkam, se ima dosti močen glas. In tukaj vidite, da imate poleg teh osnovnih podatkov, tudi navodila za pripravo pobude. Tukaj so pa pobude v teku, to je pa drugi del spletne strani. In tukaj je pregled vseh pobud, ki jih je komisija potrdila, ki so v teku. Tiste, ki so zaključene, če kliknem sem, boste videli prazno stran, ker še ni dobena zaključena. In pa tiste, ki so neaktualne oziroma jih je komisija zavrnila. Tudi to že imamo zdaj prakso. Neaktualne so tiste, ki so jih organizatorji sami umaknili, ker so videli verjetno, da pač ne bodo dosegli milijona podpisov oziroma so različnih razlogov ugotovili, da ni smiselno ići naprej. Plus tiste, ki je komisija sama argumentirano zavrla, bodi si to, kar je Saša rekel, da niso v kontekstu pogodbe Evropske unije ali kakšnih drugih razlogov. To bi rekel taka prva napotilo. Potem, to je pa zdaj ta postopek, plastično prikazan tudi tle v vodiču je. V glavnem gre za 8 faz. Prva faza je priprava pobude in stanovitev državljanskega odbora. To je v bistvu faza za misli, kaj je tisto polje, top tema, politično vprašanje ali problem, ki ga želimo naslediti z pobudo. Potem seveda v okviru tega problema je treba ustanoviti državljanski odbor, to pomeni 7 državljanov iz 7 držav članic. Potem sledi ta postopek registracije pobude, to je en obrazec, ki se izpolni, ker je treba opredeliti opis, problem, sestavo odbora in se to potem predloži komisiji. In če komisija potem to potrdi, da je skladna, se pobuda registrira in potem se začne postopek zbiranja podpisov. Pred samim zbiranjem podpisov pa treba tudi še pripraviti, seveda, če organizatorji želijo, mora na lastne stroške pripraviti tudi spletni sistem za zbiranje podpisov. Ta spletni sistem je bil kar velika težava za prve pobude, ki so bile registrirane takoj že po 1. aprilu lansko leto. Prvi zaradi tehničnih težav, pa tudi zaradi tega, ker so ugotovili organizatorji, da rabijo zelo veliko tehničnega znanja, da se potem ta odprtokodni sistem, ki ga je dejansko razvila Evropska komisija in ga je dala prosto na razpolago javnosti, da se vse to naloži na strežnike, da se potem to certificira za strani državnih organov, to je tudi en umesen korak, in da ga potem državni organi overovijo, kar pomeni, da vsak tak podpis, ki se poda tle, je dejansko legitimen oziroma overovan. Ni treba potem iti na upravno enoto, kot smo se pogovarjali prej za terensko zbiranje podpisov. Potem je seveda teh 12 mesecev, 1 leto, ko se zbira milijon podpisov, to je osnova moje predstavitve, za največ temu posvetil. Potem pa po 12 mesecih, ali lahko tudi že prej, imamo tudi že en primer, ko je pobuda za pravico do vode, že 1 mesec pred iztekom roka zbrala dovolj podpisov, se odločili, da bojo nehali zbirati. Gre potem v preverjanje izjav o podpori nacionalnim organom. To pomeni, da se potem iz teh vseh podpisov izbere nek vzorec, ki ga potem pristojni nacionalni organ preveri, ali gre za prave podpise državljanov, glede na podatke, ki so jih vnesli v ta obrazec za spletno ali papirnato zbiranje podpisov. Seveda potem ko se to verovi, ko se izpolnijo ti kriteriji, gre to na komisijo. Komisija preuči pobudo, nam odgovori v 3 mesecih in če odgovori pozitivno, se potem začne pa zakonodajni predlog, če Saša govori. To je osnovna ideja v tem procesnem smislu. Vsak tak
korak ima pa tudi neke potem svoje pravila, določila, ki jih je potem treba tudi malo bolj detaljno preučiti. Ampak jaz mislim, da če bi šli zdaj vse to detaljno, bi imeli kar celodnevni seminar. Ampak v osnovi je pa, kot sem rekel, tle noter dosti zanimivo razloženo. Zdaj, ena stvar, ki je pomembna pri zbiranju podpisov, je kvota, ne, ki jo je potrebno v posamezni državi članici izbrati. Ne. Tle vidite število državljanov, ki mora podpisati glede na države članice, računa se pa glede na število sedežev v Evropskem parlamentu. In ta prvi pogoj, da mora biti skupno zbranih 1 milijon podpisov, ne, evropskih državljanov, je še potem zraven dodatni pogoj, da mora biti ta kvota dosežena v 7 državah. Ne. Tako da zdaj so potem tukaj pa zdaj različne kombinacije, ali je to 7 velikih držav, ne, ki so sposobne zbrati toliko podpisov, ali je kombinacija velikih majhnih, in bomo recimo videli na različnih primerih, kako se potem te zelo zanimive variante pridejo potem ven, ne, pri zbiranju podpisov. V glavnem za Slovenijo velja 6000, kar je odvisno, lahko je veliko, lahko je pa malo, ne bom pokazal od različno od pobude do pobude. Zdaj, kako se podpisuje pobuda, to je primer papirnatega obrazca, to je ta klasičen način zbiranja na terenu, prek stojnic, tako kot imamo že v Sloveniji, tudi v našem pravnem redu določeno. Tole je obrazec za univerzalni temeljni dohodek, so pa vsi obrazci so pa isti. Ne. Vnese se pa podatek, se pravi ime, priimek, datum, kraj rojstva, državljanstvo in pa osebna izkaznica, se pravi potni list ali pa osebna izkaznica in pa datum pa podpis. Zdaj treba vedeti, da imajo, mi nimamo na ravni Evropske unije uniformnega obrazca. Ne. Različne države članice imajo, zahtevajo vnos različnih podatkov in se že zgodilo, da je v nekaterih državah članicah, ker je treba kar dosti teh osebnih podatkov, recimo na Hrvaškem pa v Španiji moraš še zraven napisati naslov stalnega bivališča, ulico pa hišno številko, kar pri nas ni. Ne. Se to kaže kot lahko ovira. In zdaj se že potem tudi sproti na ravni posameznih držav članice v tem skuša ta nabor teh podatkov, ki je treba vnesti, zmanjšati, da bi lahko pospešilo zbiranje podpisov in tudi naredilo državljanom bolj prijazno. Zdaj, glavni kanal za zbiranje podpisov je prek spleta. To je primer spletne strani za pobudo Stop Vivisection, ki pomeni stop preizkušanju oziroma mučenju živali za namene znanstvenih poizkusov. Ne, to je tudi taka zelo močna pobuda. In v osnovi imajo vse pobude, imajo to uniformno stran. Ne. To je ta spletni sistem Evropske komisije, ki je dostopen javnosti. In v osnovi je tako neka struktura, ki je dost razumljiva, se pravi različni jeziki so, to je na primer slovenski jezik, potem so informacije, kdo so organizatorji pobude, kje so kontakti, kje je spletna stran te pobude, kjer lahko dobite več informacij. In to se potem uporablja kot nek uniform spletni obrazec za oddajo podpisa. Zdaj, kakšno je stanje? Trenutno na ravni Evropske unije pri pobudah, trenutno imamo aktivnih 17 pobud, se pravi, ki so bile vložene na komisijo, komisija jih je potrdila in registrirana v proces. S tem, da je prvih 8 od teh 17 se že zaključi 1. novembra, ne, letos, se pravi, to je čez, kako bi rekel, skoraj 10 dni, malo več. To je pa teh 8 pobud, je pa prvi val pobud, ki so bile registrirane od 1. aprila lansko leto, ko je ta Evropska državljanska pobuda stopila v veljavo. In od teh 8, ki se zaključijo 1. novembra, zaenkrat kaže, da bojo 3 izpolnile kriterij. 1 milijon podpisov plus 7 držav. Ne, jaz bom potem tudi konkretno pokazal, katere 3 so to. 6 pobud je bilo pa zdaj že v prvem letu pomaknenih, ne, iz različnih razlogov. Bodi si, da so organizatorji ocenili, da organizacijsko ne bodo uspeli priti čez, bodi si, da ni bilo tistih nekih finančnih, infrastrukturnih, kadrovskih resursov, da se spelje ta zahteven postopek zbiranja podpisov milijona na ravni Evropske unije. 12 pobud je pa Evropska komisija tudi zavrnila. Primer univerzalnega temeljnega dohodka je tak primer, ko je bil sprva zavrnjen, ampak je bil potem ponovno vložen v Evropski komisiji, ki ga je potem v drugo pa potrdila. To pomeni,
da je treba tudi mečkam testirati polje, ne, ker tudi komisija, pa tudi državljani se tukaj na nek način učimo, spoznavamo, kje so tisti kanali pa polja, kjer je ta skupni evropski interes. Ne. Tako da tudi, če je v prvem zavrnjena, še ne pomeni, da je to dokončnost. Če se da reformulirati in najti tisto polje, ker lahko gre pobuda čez, da Evropska komisija potrdi, se da tudi to narediti. Zdaj pa tiste 3 pobude, o katerem sem govoril, ki so, bi rekel, najbolj uspešne v tem prvem letu. Prva je dosti znana, no, mislim tudi mediji so dosti o tem poročali tudi v Sloveniji. To je pobuda pravica do vode, se pravi vode in komunalna ureditev sta človekova pravica. To je ena pobuda, ki je vezana na direktivo Evropske komisije in pa na to problem privatizacije vodnih virov. To je bila tudi debata v Sloveniji, se mi zdi nekaj mesecev nazaj, da se je poročalo tudi v medijih. Je bila pa to top tema v Nemčiji. Ne. Tu vidite, da je bilo od 1.880.000 podpisov, jih je bila večji del zbranih v Nemčiji. Tudi v Sloveniji je bilo kar dosti podpisov, čez 20.000. Na splošno pa 13 držav izpolnilo to kvoto in ta pobuda je že zaključena, ne zbirajo več podpisov, čeprav bi jih še lahko do 1. novembra. Zanimivo pri tej pobudi je pa poleg tega, da je imela izjemno neko močno medijsko podporo, predvsem tudi v Nemčiji, da je bila na medijski agendi, da je bilo tudi politično vprašanje, da so tudi uspeli organizatorji dobiti 100.000 evrov sponzorstva, kar pa ni nezanemarljivo, ne, v smislu, ko se delajo takšni projekti, ne, ker je tudi kup enih, bi rekel, stroškov, vse se težko pokrije izključno z volonterskim delom in če so organizatorji pobude v poziciji, da lahko dobijo neka sredstva z vidika nekih donacij in tako naprej, to lahko zelo koristno. In ta pobuda je tudi trenutno zdaj v teh razpravah, ne, ko so različne konference, ki se razpravljajo evropske državljanske pobude, tudi kot prvi case, ne, zdaj trenutno velja v Evropi. Potem naslednja pobuda, za katero jaz tudi nisem jo toliko poznal, sem tudi mečkam presenečen, je pa tudi ne vem, koliko je v Sloveniji prepoznana, tudi na manjšo število podpisov, je pa pobuda Eden izmed nas. To je pobuda, ki se tiče varovanja človeškega zarodka. Jaz mečkam tudi gledal v angleščini, pa tudi slovenske prevode, gre v tem pobuda, ki je v tem kontekstu proti splavu. Ne. Na tej polju vrednot in pa idej se suče ta pobuda. Tudi ta je prišla preko 1 milijona podpisov. Večina je bilo pa zopet iz Italije. Spravi spet ena velika država, ki je potegnila, ne, tisto kvoto podpisov. Plus tega, da jih je tudi 13 držav tudi podpisali. Ostalih, ne. Mislim, da tudi Romunija ima čez 100.000, je tudi bila dosti močna. Tudi tle je bil nek finančno sponzorstvo v ozadju. Je pa v Sloveniji pa nekako ni bilo, no, tudi v medijih, ne vem, če sem zasledil, kaj veliko pisanja o tem ni bilo. Potem pa še tretja, ki je pa tudi zelo uspešna, pa tudi mislim, da že ima čez 1 milijon podpisov, to je pa za prepoved poskusov na živalim. Uradno na njihovi spletni strani so na 95% podpisov, ampak to so samo podpisi, ki so izbrali preko spleta. Oni v to številko niso dali število podpisov, ki so izbrali pa preko papirnatih obrazcev. Na spletni strani imajo informacijo, da trenutno zbirajo na terenu podpise s pomočjo 20.000 aktivistov. To pomeni, da to bo šlo verjetno kar čez 1 milijon podpisov. Tudi v Sloveniji je bilo ta dosti prisotna, tudi sem videl na Facebooku, na Twitterju, na socialnih omrežjih, se je dosti govorilo o tej pobudi, kar tudi kaže nazadnje, da je bilo kar nekaj podpisov iz Slovenije, tudi tukaj je Slovenija dosegla kvoto. Sponzorstvo je bilo pa manjše v tem primeru. Ne. To so zdaj ti 3 primeri teh pobud, ki so uspeli doseči te kriterije. Vse imajo neko svojo spletno stran, ki je v različnih jezikih. Ne. Tukaj je tudi en tudi mogoče izziv, ki ga je Saša izpostavljal. Vse to treba tudi prevajati. Ne. To je treba potem sproti objavljati, novice in tako naprej. In zahteva kar dosti neke kapacitete v smislu organizacije in pa ljudi, prostovoljce, ki podpirajo to. Zanimivo pri tem spletnem mehanizmu je tudi to, da ima tudi opcijo, če vidite gor v glavnem menijo, izjava podpore po državah. Spravi, vsaka pobuda lahko pogledate, če se tako organizatorji odločijo, kakšno je trenutno stanje zbiranja podpisov, ne, v teh 12 mesecih
In to je takšna vizualizacija Evropske unije za posamezno pobudo z vidika, koliko so posamezne države zbrale podpisov. Ne. In tukaj je zdaj primer vizualizacije za to pobudo, ko ste rekel, eden izmed nas, se pravi zaščito človeških zarodkov. In zeleno so barvene države, ki so dosegle nacionalno kvoto. Ne. Modre so pa tiste, ki še so v postopku pridobivanja tega števila. Ne. Rdeče so pa države, ki nimajo niti enega podpisa. In to je ena taka stvar, in če bi šli pa z miško čez, bi se potem za vsako državo tudi izpiše število podpisov pa procent zbranih podpisov. Svetka taka zelo hitra informacija, kje posamezna država stoji, tako za organizatorje, kot mogoče za medije, vse tiste, ki to spremljamo. Zdaj, kar nekaj besed je bilo že v svetovnem spletu. Svetovni splet v tem primeru Evropske državljanske pobude igra eno tako zelo močno, skoraj ključno vlogo pri zbiranju podpisov. Namreč čisto iz praktičnih razlogov. Že od vsega začetka je bilo tudi, ko se je že pripravljala ta direktiva Evropske državljanske pobudi, je bil ta pomislek o tem, kako bojo pa državljani pa zbrali milijon podpisov. Ne. Se pravi, na takem kontinentu, kot je Evropa, s toliko državami članicami, takšnih geografskih razsežnostih in ne smemo pozabiti, da Evropska unija ima 500 milijonov državljanov. Ne. To je pol milijarde ljudi, kako to organizacijsko speljati in seveda zdaj v informacijski družbi je internet kot tehnologija, ki povezuje, preko katero vse bolj komuniciramo, se pojavlja kot nek logičen odgovor na to. Seveda je pa potem v teh prvih razpravah bilo kar veliko skepse, ne, kako je pa zdaj z internetom, v smislu internetne varnosti, varovanja osebnih podatkov, zbiranja teh podpisov. Na eni strani, po drugi strani pa tudi vprašanje digitalnega razkoraka. Mi moramo vedeti, da sicer Evropa kot kontinent je ena najbolj razvitih kontinentov v smislu internetne povezljivosti, so še pa vedno regije v Evropi, ki pa nimajo interneta. Ne. Ampak kljub temu je prevladala ta, bi rekel, mečkan dolgoročna vizija, da se omogoči zbiranje podpisov tudi prek spleta. Tukaj je bila predvsem zaveza Evropske komisije, da je razvila ta software, odprtokodno programsko opremo, ki je dostopna na spletu vsem organizatorjem, da jo potegnejo dol, lokalizirajo, potem naložijo na splet in pri kateri potem zbirajo ta spletne podpise. In zdaj prve prakse kažejo, da je bila ta odločitev pravilna. Tule imam nekaj podatkov v procentov v razmerju med papirnatimi in elektronskimi podpisi. In vidimo za ta glavne peticije, ki so najbolj uspešne, za pravico do vode je bilo 1,5 milijona podpisov, je bilo skoraj elektronskih, ne, to je bližno 82%. Zopet prepoved poskusov na živali ima tudi, bo imela 1 milijon podpisov. Recimo, v neznani temeljni dohodek, katerega kasneje bolj natančno pokazuje, pa skoraj 96%. Ne. Seveda, tukaj je zdaj potem zmeri to vprašanje, ne. Če gremo samo prek spleta, če imamo kampanjo prek spleta, kaj se zgodi s tistimi, ki niso na spletu, ki so mogoče digitalno izključeni. To so mogoče predvsem starejše generacije, ki še niso tako računalniško vešče, kako potem pride do njih. Ne. In zato je pa seveda še vedno ta možnost potem papirnatega obrazca, terenskega zbiranja podpisov, stojnice, dogodki in tako naprej. Kar se tiče spleta, ne gre samo za to, da imajo vsaka pobuda skoraj podnujno mora imeti že spletno stran, ne, v različnih jezikih, seveda tem se odloči tudi glede na to, katere, verjetno tudi ima strategije, katere so tiste ciljne države, ne, za posamezno pobudo, skozi katere želi dobiti to kvoto držav in pa števila podpisov. V tiste jezike se potem tudi lokalizira, prevaja vsebina in tako naprej. Poleg te spletne strani je tudi zelo pomembna so spletna družabna omrežja, Facebook pa Twitter. Jaz sem večkrat pogledal, kaj je bilo na Facebooku, Twitterju, skoraj vse te večje pobude imajo svoj Facebook profil, svoj Twitter profil, ki potem širijo novice, vabijo k podpisu, tudi delijo ta spletne povezave, ki se lahko podpišejo, vsak dan objavljajo, dobili smo jih toliko pa toliko in tako naprej, pa medijske objave. To je tak zelo močan kanal širjenja. In pa tudi gradnje neke skupnosti, javne sfere. Zdaj grem pa to, kar je tudi Saša povedal, v to polje. Namreč Evropska državljanska pobuda ni samo nek proces zbiranja milijona podpisov, ampak je tudi možnost, da debatiramo, identificiramo na prvi ravni, drugi ravni pa debatiramo o ključnih evropskih temah. Ne. In to se lahko zelo fino naredi prek Facebooka, prek družbenih omrežjih in potem te teme eventualno pridejo tudi v medije. Ne. Tako da tudi prve analize teh pobud, predvsem intervjuje z organizacijskimi odbori, kažejo, da imajo
organizatorji različne strategije, zakaj se odločijo za pobudo. Ne. Celo so obstajale pobude, ki se ni šlo za to, da bi zbrali 1 milijon podpisov v enem letu, ampak zgolj za to, da odprejo neko temo, je dan na dnevni red in potem na dolgi rok gradijo to temo v smislu neke političnega zaveščanja, povezovanja z odločevalci, medijske prisotnosti in tako naprej. Namreč, če vi registrirate pobudo, gre na spletno stran komisije, to je neka vidnost. Ne. To pomeni, da je nek krog ljudi bo to preko stvari videl, da je to tema, ki se vrti v javnosti in že gradite neko zaveščanje, prepoznavnost te teme. Dobro, ampak ni vse v spletu, kot sem omenil. Imamo tudi primer te pobude za zavarovanje človeških zarodkov, ki pa je zanimivo 60% zbrala prek papirnatih. Verjetno tudi mogoče vrednotno so ocenili, da je ciljna populacija, ki jo nagovarja, mogoče ni tako na spletu, ali pa da so bolj ciljne populacije, ki so bolj vezane na fizični stik, na skupnosti lokalne in so verjetno ocenili, da je to pristop za zbiranje podpisov. Zdaj še mogoče par besed v tej javni sferi. Obstaja kar nekaj spletnih strani pa naslovov, kjer govorijo, pokrivajo evropsko državljansko pobudo ne z vidika samo procesa, kako se nekaj naredi, ampak tudi z vidika razprave o tem, kaj so problemi, izzivi, kje so kakšni dogodki. Tudi akademska javnost na to temo se zdaj že počasi oblikuje. Decembra bo zopet en dogodek v Bruslju. Aprila letos je bila kar velika konferenca, mislim, da 2-dnevna v Bruslju na prvo obletnico te evropske državljanske pobude. Ta javna sfera okoli tega procesa na evropski ravni se počasi vzpostavlja, mislim, da bo zmeraj večja. Pa zdaj v nekem tem ključnem fazi, ko se bo videla, kako bo komisija odreagirala na prve te 3 pobude, ali bo sprejela ali ne, in bo to verjetno, zdaj vsi malo nestrpno čakamo, kaj pa bo, ne. To je pa res potem nek korak naprej. In bo zanimivo, ne, spremljati, kaj se bo dogajalo, in ti portali to pokrivajo, ne, z različnih zornih kotov. Zdaj pa konkreten primer iz Slovenije, se pravi Evropska državljanska pobuda za univerzalni temeljni dohodek. Zakaj je ta pobuda zanimiva za Slovenijo in zakaj jo tudi na nek način predstavljamo danes tle? Ker mislim, da je edina pobuda do zdaj, ker ima slovenskega državljana v organizacijskem odboru. To je gospod Branko Gelič iz Maribora, predstavlja pa sekcijo za promocijo univerzalnega temeljnega dohodka pri Zofijnih ljubimcih. To je en izmed razlogov, drugi razlog je to, da je to trenutno 4. najuspešnejša pobuda v Evropi, ki ima zbranih 100,000 podpisov. Čeprav bomo kasneje videli, da smo že tako, ne vemo, ali bo šlo česa, ne. Zbira se pa podpisi do januarja naslednje leto. In Slovenija je bila še en teden nazaj prva v smislu izpolnjene kvote, nacionalne kvote zbranih podpisov za državo. Zdaj nas je pa nekaj dni nazaj prihitela Hrvaška, ki je tudi izpolnila tudi kvoto celo za podpise za državo. In pa tudi zato, ker se večina aktivnosti, ki se izvajajo v smislu zbiranja podpisov, so vezane na splet. Mogoče ten handicap, ampak problem je zaradi te organizacijske kapacitet, ne, samega društva, pa tudi ljudi iz tega kroga, ki sodelujemo na prostovoljni ravni s to državljansko pobudo. Zdaj, to je vstopna stran. Mi smo imeli že kar na začetku, ko smo pobuda je bila prijavljena v mesecu januarju letos, se pravi spet je bila 14. januarja, smo začeli šele potem marca zbirati podpise. Predvsem 2 meseca smo že v bistvu osnovi izgubili štarto, ker smo imeli težave z registracijo spletnega orodja za zbiranje podpisov. Po drugi strani pa tudi ni bilo neke centralne koordinacije na evropski ravni. Mi sicer imamo Facebook skupino, ki je zaprta, kjer smo iz različnih držav, tisti, ki smo bolj aktivni pri tem zbiranju podpisov, in smo relativno pozno začeli koordinirati aktivnosti v smislu skupne izjave za javnost v vseh državah, ne, ta boom efekt. Potem, kako bomo logotipi so večkrat zamujali, potem se je to treba prevediti in to je kup enih organizacijskih stvari, kar dosti močen projekt, kako se to pravočasno potem narediti, krati lansirati, in smo pa na koncu prišli situacija, ko vsaka država po svoji nacionalni ravni lansirala. Mi v Sloveniji smo začeli to pobudo marca letos, ker dosti dela je bilo potem za objavo teh prevodov vsebin v slovenski jezik, to vidite glavnimi, to so vse vsebinske noter v slovenščini.
Kajti te stvari so pomembne, ne? Ko potem ljudje iz Slovenije pride to vprašati, jih zanima kaj več, je treba potem dati argumentacijo v zadnji, kako se zanima, kako se podpisuje in tako naprej. In te stvari terajo svoj čas. Tako da to 1 leto mogoče, če začnete pobudo takrat, ko je že registrirana, kar hitro izgubite lahko mesec ali pa 2. Ampak kljub temu, trenutno je Slovenija vidite gor v večjem okvirčku na 94% kvote, se pravi, smo na 5600 podpisov od 6000. Hrvaška je nek način spolnila kvoto v piči 2 mesecih, bom tudi mogoče kasneje povedal, kaj so bili tisti glavni kriteriji, mislim, razlogi, zakaj so bili oni tako hitri. Drugače pa vidite, da pa večina potem evropskih držav pa nekje zelo počasi napreduje. Zato je verjetno bo zaključek te pobude predvsem v tem smislu ozaveščanja pa postavljanja ene teme, ki je verjetno rabi še več časa, da se nek način prime med evropskimi državljani, v smislu neke spremembe vrednotne. Opažamo pa to, da so mogoče države, ki imajo močnejšo socialno državo, mogoče neko izkušnjo iz druge strani železne zavese, da je tam več naklonjenosti univerzalnemu temeljnemu dohodku, predvsem z vidika te neke ideje o solidarnosti in tako naprej. Ampak to je ta raznolikost Evropske unije v smislu kultur, vrednot, zgodovine. Potem vidite, da ene države zelo reagirajo na neko temo, druge države sploh ni. In je tako zanimivo, ne? Potem vidite ta raznolikost Evropske unije. Zdaj mogoče na kratko UTD v Sloveniji. Mi smo imeli kar dobro štartno pozicijo, zakaj smo prišli do tega kar visokega odstotka, namreč že zadnjih 5 let se o tem kar dosti govori v Sloveniji, bil je narejen zbornik, mednarodna konferenca, sekcija pri društvu obstaja, tudi ta sekcija omrežena v neki evropski pa svetovni prostor, tudi v te evropske mreže, ki sedaj zbirajo podpise za pobudo. Potem tudi nek zeitgeist je, ta duh časa v tem smislu ekonomske, gospodarske krize v EU, ker se mogoče nakazuje neka možnost rešitve tudi v UTD-ju. Moram povedati, da ta ideja gre samo za raziskovanje možnosti UTD. Namreč Evropska unija nima pristojnosti, da zdaj kar ukaže država Evropska unija, vi morate povedati UTD, ima pa pristojnosti, da povezuje države, da raziskujejo neko polje, se pravi neke skupne raziskovalne politike, govori se o enotnem raziskovalnem prostoru in točno tle je bil pa tista polje, ker lahko se ta ideja lansira kot evropska državljanska pobuda. In to je bilo polje, ki je bilo prepoznano še v tistem drugem poizkusu. Zato je zdaj ta pobuda tudi dejansko prišla potem na agendo. Par informacij, zbiranje podpisov. Zdaj tukaj veljajo bolj kot ne podobne, pravila, ampak mogoče neke smernice, kot kakršenkoli zbiranje podpisov za katerokoli aktivizem, družbeno, civilno pobudo. Se pravi, mi smo začeli kar z sporočilom za medije, pripravili smo potem te vsebine za spletno stran, Facebook, Twitter profil se je odprl, delali smo dosti na tej grafični podobi, na video vsebinah, potem pa se je to konstantno objavljanje v medijih, prek spleta, tu smo bili hvaležni za vse, kar se je tudi potem druge pojavilo, na raznih spletnih portalih, tudi zamisli.si, se mi zdi tak lep primer, ker zelo veliko prispevate k evropski državljanski pobudi, pa ne samo te, tudi različnim, ki jih objavljate na vašem mediju. Potem pa seveda tudi, kjer smo bili malo bolj šibki, je bilo to terensko zbiranje, namreč to treba iti pa med ljudi na ulico, stolnico postaviti. Mi smo imeli 2 primera v okviru 2 festivalov nevladnih organizacij, kjer smo tudi prinesli potem laptope tja z internetnim dostopom in pa pokazali slike in smo potem rekli, ne bomo zbirali papirnato, bomo kar prinesli računalnik, pa vsi tisti, ko so tam nekaj na stolnici opisali not podatke. Pa vse je bilo pa na prostovoljni osnovi, ta pobuda nima dejansko budžeta. No, tako se je pa začelo v medijih, to zelo pripomore, pa ko smo tudi merili, kdaj smo imeli tiste vrhove spletnih opisov za pobudo, se je zgodi takrat, ko je kak medij, ki je objavil, če je bilo kaj na televiziji. Potem Facebook je tudi kar precej aktiven, zdaj zadnje 3 mesece še posebej, ko je bilo neko tako neformalno tekmovanje za Hrvaško, ko je nas prehitela in dohitela. To je tudi bil nek pozitiven element za našo pobudo. Tole je pa izgledala stojnica, to poznate vsi tisti, ko zbirate pobude na terenu, ste dali to čez. Tako pa vidite, tam gospa opisuje, prav smo imeli dostop do interneta, odpirali smo to spletno podpisovanje, potem so
ljudje, ki so prišli na stojnico, so rekli, da podpira, smo rekli, kar upište notri v spletni sistem. Smo potem lahko že sproti spremljali, kako nam raste število. Mislim, na 2 takih dogodkih smo zbrali 100 podpisov, se pravi, na dogodek bo 50. Mogoče se ne zdi veliko, ampak ko človek pride na stojnico, minutko, 2 malo počvekaš, odpre spletno stran, on rabi minutko, da upiše, pa tako je 3-4 minutke. Ne? Tako da če bi imel mogoče več računalnikov, bi šlo še hitreje. No, tole je pa tudi ena stvar, ko pa tudi spremljamo, namreč zelo dobro je, da organizatorji spremljamo analitiko. Ne? Kdaj smo imeli vrhove podpisov, to je trend podpisovanja v Sloveniji in do zdaj smo nekje identificirali 9 teh vrhov, ki jih lahko tudi pojasnimo, vemo približno, kaj se v zadnjih zgodilo, zakaj so nam zrasli podpisi. Če mogoče zelo na kratko povem celo zgodbo, to je zdaj v bistvu zgodbo od marca letos. Tam pri Enki, to je bila tista prva najava, ko smo rekli, ko smo dali preko elektronske pošte ven najavo v okviru sekcije, da smo začeli zbirati podpise. To tisti prvi vrh so se pravi tisti člani sekcije, društva, pa glavni ljudje, ki že v osnovi spremljajo to pobudo, recimo in to vsebino. Potem drug vrh se je zgodil, ko smo dali ven izjavo za medije, se pravi, ko smo šli širše in smo tukaj privabili tiste ljudje, ki niso v ožjem krogu, ampak so v širšem krogu, pa so simpatizeri te ideje. Potem tretji se je pa zgodil, ko je prišla pa ta izjava za medije še v širši krog medijev, ne samo spletnih, tudi Dnevnik, Mladina in tako naprej. Četrti vrh se je zgodil takrat, ko je bila oddaja na nacionalni televiziji, če se spomnite, mislim, da enkrat aprila v UTD-ju, mislim, da je bila Tarča ali je bila, ne vem kaj, v torki zvečer je neka pogovorna oddaja na prvem programu Slovenije, to je šlo tudi gor. Potem tista petka je bila akcija na terenu, to je bil festival prostovoljstva. Potem 6. se je pa zanimivo, mi smo mislili, da bo že čez poletje, julija, avgust je bilo zatišje, seveda ljudje so na morju in tako naprej. 6. se je pa zgodila, to je pa konec avgusta, je bila pa novica, da bo Švica uvedla mislim, da bo imela referendum v zadnjem temeljnem dohodku in je bil to nek boom efekt, ne. To je bilo v mediji takrat, ko je dosti pokrito in se tudi vidi ta efekt evropske javne sfere, ko se v eni državi nekaj odpre, potem takoj tudi pobere nacionalni mediji in potem se tudi videlo tle, ne. Potem 7-8 predsedniki je bila že tam panika, Hrvati nas dohitevajo, smo spod tudi prehiteli, je bilo večkrat angažmaja, dajmo še stisniti, da mogoče prijemo prej na 100%. 8-9 smo pa začeli pa tudi bolj Facebook, pa družbena mrežja, pa že pa tako teh vrhov pade, da vse težko razložimo. Ker tudi prek različnih kanalov gre, ne? Mi nismo tako, bi rekel, organizirani, dosti posameznikov dela po različnih kanalih in včasih tudi zmanjka časa, da se sproti obveščamo. Dobro, zdaj pa mogoče, če grem počasi zaključim to svojo predstavitev, čisto nek uvire, ki smo jih zdaj identificirali na podlagi teh izkušenj. Prva stvar je, da dosti ljudi ne pozna vaše ideje, ne? Ali pa teme, s katero pokrijete evropsko državljansko pobudo. Tako da že sama pobuda prispeva že informirano po zaveščanju o eni stvari. Potem drug problem, ki je bil dosti velik, bi ga dal tudi na drugo mesto, namreč ljudje ne poznajo mehanizme evropske državljanske pobude. Ne? Zato so ti dogodki danes, kot je tole, ko organizira Zavod Movit, so zelo dragoceni, jaz upam, da jih bo še več, da se o tem pogovorimo, da zvemo več o tem, kako funkcionira, kako deluje. In v zvezi s tem, ker niso poznali te pobude, smo imeli potem dostikrat vprašanje na stojnicah, čisto tako izkustveno, o čem se pa vaša državljanska pobuda oziroma sploh evropska državljanska pobuda razlikuje od vseh teh peticij, ki jaz vsak dan podpišem prek elektronske pošte ali pa na internetu. Ne. In potem se je treba razložiti, da je to del odločevalskega procesa, participativne demokracije na ravni Evropske unije, da se to zbira v sistemu, da nagovarja Evropsko komisijo, da začne nek zakonodajni postopek, pa tako naprej. Ni samo tisto, kar se podpisuje prek Avaza ali pa tako, kjer damo nek podpis, pa potem dejansko sploh ne vemo, kaj se bo s tem zgodilo, kam gre, kaj se počne s temi. Ne. To je bila prva stvar. Potem seveda še vedno nek zdaj problem, tudi v zadnjem obdobju se dosti v medijih beremo o teh spletnih prevarah. Splet postaja ne samo orodje demokratične participacije, pa tudi nekega nadzora, problema jemanja podatkov in tako naprej. In tukaj je dostikrat bil ta problem. Majstov ni hotel tudi ne podpisati, ker je bilo zadeva na spletu, zaradi varovanja osebnih podatkov, mogoče za kakšne slabe izkušnje. Tudi to treba imeti v uvidu, ne, da je lahko nek zavora.
Potem na 4. mestu tudi dostkrat se je pojavilo, glede na to, da zdaj živimo v nekem obdobju, tudi zaradi teh protestov predstavniškega gibanja v Sloveniji, preizprašujemo osnovne institucije predstavniškega sistema, tudi preizprašujemo institucije Evropske unije in ta skepsa do odločevalcev v smislu odgovornosti političnih elit, vse to, kar je vezano na neke odločevalske procese, ima saj v Sloveniji tudi dosti, bi rekel, negativno konotacijo. Ljudje so šli tudi zaradi tega na ulice in seveda, ko potem to predstaviš, da to del nekega procesa, participacije, se dostikrat potem odpre vprašanje skepse. V smislu, dobro, bom podpisal, kje se bo to kaj poznalo, potem je, pa imate samo toliko podpisov, jih ne bo milijon, zakaj bi 6 podpisov, škoda, ne. Čeprav potem ta ideja vsak glas šteje, potem zelo težko prodre, ne. Potem tudi dolgotrajni postopek je 1 leto. Da smo imeli primer ljudi, ko so podpisali peticijo, pa so zopet prišli podpisati, pa so pa ugotovili, da so že podpisali, ne? Ker potem sistem avtomatsko zavrne vsake iste podatke in opozori, ta oseba pa že podpisana. In pa tudi potem čisto praktične zadeve na terenu. Zanimivo, koliko ljudje s sabo ne nosijo osebnih izkaznic. To imajo to mogoče v Sloveniji, ampak zanimivo, ko smo rekli, rabite osebni dokument, ga pa nimam, ga imam doma. Imate potni list, še manj, ne? In dosti ljudi hodi kar po svetu brez osebnih dokumentov. Mogoče bi tudi bil razlog, da ni bilo treba podpisati, ampak prišli so tja, imeli so željo in pa bilo par primerov, ko so hitro šli domov s kolesom, pa da so pa prišli podpisati, ko smo šli na stolnici. Tako da zanimive zgodbe so bile. Dosti ljudi tudi nima časa se poglabljati te zadeve, ker pa želijo biti pa informirani, nimajo pa časa zaradi tempa življenja, ne? Ker razumeti neko vprašanje, neko pobudo, ni enostavno, se treba poglobiti, ne moš z nekimi parimi floskalami povedati, boljš bo to, boljš bo tisne. Ljudje želijo imeti informacije, predvsem tisti, ki se čutijo bolj kot odgovorni državljani, ki jemljajo aktivno državljanstvo kot nek resna drža v demokraciji, tudi ne grejo podpisati vsega, ne. Nekateri so pa skeptiki, pa se pa začneš malo prepričevati, pa tako naprej, in tako naprej. Kup enih stvari, ko rečemo, 6,000 podpisov ni veliko, ne, ampak če potem odštejete tisti, ko ne poznajo, tisti, ki ne poznajo ideje, ne poznajo pobude, ki ne zaupajo v spletni sistem, ali so pa skeptični na splošno, potem vidite, da se ta masa ljudi kar manjša, ne, ki bi potencialno podpisala Evropsko državljansko pobudo. Mislim, da je to zadnji slajd, predzadnji. Zdaj pa dejavniki uspeha, kaj zopet na čist naši tej izkustveni ravni, ne? Kaj so tisti elementi, ki tudi, ko smo delali večkrat pregled teh 3 pobud, ki so res bile uspešne, kaj je tisto, kaj jih dela uspešne? Prvič je to, da gre za vročo temo, ne? Da je res tista tema aktualna v medijih, da je politična tema, da je vprašanje, ki ne samo na nacionalni ravni, mogoče tudi na evropski ravni, da se hkrati pojavi v več evropskih temah. Voda je bila taka stvar, ne? Ker je šlo za evropsko direktivo in se tiče vseh držav članic. Potem, da ima neko vseevropsko razsežnost, zdaj je to institucionalna ali to politična, mogoče vrednotna, kulturna, tukaj že malo težje, ne? Ker imamo različne kulture, tudi različne veroizpovedi imamo v Evropi, ne? Mogoče lahko ena tema bolj že eni veroizpovedi, eni kulturi, druga ne, in potem mogoče en del držav, pač dejansko državljani, bi rekel, ne trznejo na to, ne? Potem ta vrednotni del je zelo pomemben, se mi zdi. Ljudje, se mi zdi, zmeri bolj primerjajo svoj vrednotni sistem z sistemom pobud, ne? In se potem odločijo, če prije neke ujemanja skladnosti, da si želijo, tudi ta svetovni nazor se mi zdi, da je zelo pomemben, je zelo večja verjetnost, da bojo podpisali. Medijska pokritost, informiranost, kadarkoli so tudi pri nas, smo videli, da se bo zadeva pojavila v medijih, je tudi šel podpis gor. Zdaj, da pri medijih je treba biti zelo pazljiv, zato ker ni dovolj, da samo objavijo novico, Evropska državljanska pobuda o tem, pa ni pa nikjer linka, ne, a pa nikjer ni možnosti, ne povejo, kje je to možno podpisati, ne, čisto tako praktično vprašanje. Zato smo se naučili, da vse posodke, kakšna medijska objava, potem skušamo dodati zraven komentar pa povezavo zraven, ne, da je potem to, da potem medijski članek pelje konkretno na tisto spet ostanke, ki so da pobude. Potem ne morem reči, koliko je pomembna organiziranost pobudnikov na evropski ravni. Tukaj je lahko zelo problem, ker je tukaj pa potem različnih držav članic, različni ljudje prihajamo skupaj, ne. Jezik je seveda angleščina, ne. Ogromno je polenega prevajanja v slovenščino, mi vse to organizirati
res mora biti dosti predana skupina, močna skupina ljudi, ki mora biti spletno precej vešča, ne? Skype, Facebook, Twitter. Mi skoraj prek elektronske pošte ne komuniciramo, ne? Ker je prepočasna skoraj, ne? Da bi zdaj, ne? Finance so tudi pomembne, če se kak sponzor dobi. Pri tistih primerih, ko so bile finance, se vidi, da so predvsem to fundacije ali pa organizacije, ki so vrednotno vezane tudi na to, interesno, mogoče miselni stroj ali pa nevladne organizacije, fundacije, tudi sindikati so že bili, ne? Ki potem podpirajo to. Zelo pomembne so velike države, prej smo bili v Nemčijo, Italijo, dajo tisto število, ne? Manjše države smo, predvsem imamo tukaj vlogo, da lahko damo tisto kvoto pri državah, ne? Slovenija pa Hrvaška smo videli v našem primeru. Manjkajo pa tiste ta velike, ki dajo pa maso, v smislu milijona. Pa te čist praktične zadeve, podpore javnih osebnosti, naklonjenost spletnemu podpisovanju. Recimo, to je zdaj primer, ko imamo vizualizacijo za UTD, imamo samo hrvaško zeleno. Oni so to dosegli v 2 mesecih. Malo smo se pogovarjali, kaj je bil razlog. Predvsem te razlogi so predvsem to, da so zdaj oni sveža EU članica, in je ta malo evropskost. Je zelo, bi rekel, je pri njih sveža, ne? Vprašanje je bilo, kaj bi bilo, če bi bili že 5 let Evropske unije, ko je bilo tega entuzijazma, ne? Oni zdaj tudi preizkušajo to novo obliko participacije, ko je njim dana, ko prej niso imeli izkustva. Potem tudi mogoče neka nacionalni sentiment, ne? Hrvaška, dajmo se pokazati, ne? Oni, bi rekel, bi tudi mogoče nekaj prispeva. Pa zelo dobro so organizirani prek spleta, spletnih strani, tako smo malo gledali njihove strani, Facebook, tako so kar. Tako, to je pa zdaj, to je pa zadnja personicca. Kaj je tudi za Sašo nek način odprl vprašanje, pa tudi vprašanje je bilo z občinstva, kaj se pa zdaj zgodi. Zdaj, te 3 pobude bo zdaj šle Evropski komisiji, pogoji so izpolnjeni, komisija bo zdaj, najprej se bo še preverili veljavnost podpisov v državah članicah, potem bo šlo to na komisijo, komisija ima 3 mesece časa, da se opredeli. Zdaj, s Sašom smo se že malo pogovarjali, pa tudi delimo to skupno mnenje, da bo komisija verjetno dosti odprta. Za te prve pobude je dosti možna verjetnost, da vsaj 2, mogoče 1, 2, da bo šla naprej v postopek, ker je to politično vprašanje, ne? Zdaj, tudi nek način, tako kaj je gospod rekel, ne? Tukaj se bo zdaj tudi gradila ta, bi rekel, politična odgovornost pa legitimnost tega postopka. Če bi zdaj takoj začeli zavračati, ne, te pobude, bi bila velika politična škoda celemu procesu, vsem tem, kar se je zadnjih, ne vem, kdaj se je začela pripravljati ta pobuda, mislim, da je bilo že, prvi osnutki so bili v kontekstu Ustave za Evropo, spravi, to je zdaj že 2007, spravi, 7-8 let dela bi lahko bilo tako, ne, če bi prišli do nekih blokad strani komisije, da bi vzela to vlogo gatekeeperja, ne, vratarja, mogoče preveč resno in bi vse te pobude, ki so imeli več milijon podpisov, začela tako mogoče preveč zlaka ignorirati. To bomo videli, ne. Pa seveda potem vprašanje nadaljnjega postopka, kaj pa Evropski parlament, kako se bo vse to peljalo naprej. Mislim, da tukaj spet learning by doing, ne. Malo prakse se bo postavilo. In pa napoveduje se že revizija Evropske državljanske pobude leta 2015 na osnovi teh prvih izkušenj, ki jih imamo, ne, problemov z spletnim zbiranjem, mogoče ne najbolj prijazna pobuda, pa tudi bomo videli, kakšno pa dejansko demokratični učinek v smislu odločevalskega tega outputa, ne. Tudi to je že verjetno kalkulirano notri. In mislim, da bo še kar zanimiva ta zgodba, no. Še kak tak dogodek se verjetno v naslednjih letih zelo prav prišel, da bomo to debatirali. Vsaka, to je bilo z moje strani vse, hvala za pozornost, dosti informacije je bilo, pa če kakšno vprašanje z veseljem odgovorim zdaj ali potem kasneje. Hvala. Tako da mogoče, če je še kako hitro vprašanje, zdaj preden zaključimo naše srečanje, prav za gospoda Delacourto. Pravi prav nazorno pokazan postopek, izkušnje. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost in vas povabim k 2 zadevama. In sicer prva je to, da bomo v tej sobi pustili na voljo nekaj računalnikov,
na katerih si lahko zdaj, če želite, v naslednjih minutah, pogledate mogoče to spletno stran od Evropske državljanske pobude. Mogoče pogledate, katere so trenutno pobude, ki so na voljo za podpise, mogoče celo podpišete katero, če ste zdaj dobili inspiracijo in idejo. Imate osebni dokument? Skratka, tako da tudi v praksi potem vidite malo to spletno stran, malo pobrskate, mogoče z tega se vam porodi še kako vprašanje, mogoče kako viro, ki jo vidite in potem zunaj pred vrati nas čaka ena mala pogostitev, tako da ste dobrodošli, da ostanete, še se malo podružimo, vprašate, mogoče še se razvije kakšna debata, skratka, bomo veseli, če se lahko še malo z nami zadržite. Najlepša hvala. Najlepša hvala.